Lepo pozdravljeni v SBC-vem soočanju pred evropskimi volitvami, ki bodo junija. Danes imamo prvo tematsko soočenje, posvečeno pa bo gospodarstvu, konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, tudi evropskega. Seveda Slovenije brez Evrope tako rekoč ni. In to bodo ključni poudarki današnjega soočenja. Z mano danes 7 predstavnikov list. Moram pa takoj povedati, da smo povabili tudi seveda Gibanje Svoboda in pa Levico, vendar, kot pravijo, so njihovi kandidati v tem trenutku prezasedeni kljub pomembnosti teme, saj v mojem mnenju. Tako da lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu in hvala, da ste prišli. Kot rečeno, Slovenije brez Evrope ni. Smo že kar nekaj časa del, ravno zdaj smo praznovali 20. obletnico, veliko številk je bilo v tem času, nekatere so zelo dobre, nekatere so slabe, nekatere so pa zelo odvisno od tega, z katere perspektive jih pogledaš, tudi statistika dopušča kar nekaj interpretacij. Pa vendarle, če pogledamo in začnemo nekoliko širšo pri sami Evropi, prebrala sem, da bo do leta 2029 med 10 najpomembnejših gospodarstev samo ena evropska država, in sicer Nemčija na 6. mestu, ki naj bi prispevala tam dobra 2% celotnega svetovnega BDP-ja. Francija bo izpadla iz deseterice, bo pa recimo prišla Turčija na 9. mesto, zadnja Velika Britanija. Prvih 5 pa recimo precej očitnih, torej Kitajska, ZDA, Indija, Indonezija, Japonska, torej Evropa dejansko postaja stara celina. In če začnemo pri vas, gospod Nemec, glede na to, da ste že bili v tej sestavi Evropskega parlamenta, kje je v tem mandatu Evropa zamudila svoj moment, kaj bi morala sprejeti, da postane in predvsem ostane konkurenčna predvsem ZDA in Japonski in Kitajski, in kaj je treba narediti v novem mandatu, kaj so tiste ključne, seveda gospodarske usmeritve, ki jim je treba slediti za to, da bo dobro Evropi in seveda s tem tudi Sloveniji. Torej, Evropska skupnost je pred izjemno dilemo. Ali več ali manj Evrope. Torej, ali si želimo dejansko iskati priložnosti znotraj globalnega sveta kot samostojne, individualna gospodarstva, ali pa želimo biti enotni, dejansko to enotnost okrepiti in Evropa, tako kot se je pokazalo v zadnjih 5 letih, ko smo šli skozi niz kriz, začenši z Brexitom, s Covidom, tako z bančno krizo, finančno krizo, energetsko krizo, ter seveda tudi mnogi konflikti, ki obdajajo naš kontinent, je odgovor enostaven. Seveda Evropa je močna, kolikor je enotna. Vsako krizo smo prebrodili takrat, ko smo bili enotni. Torej, dejstvo je, da smo v izjemnem razpotju, ne samo ekonomskem, ampak tudi političnem. Dejstvo je, da pred nami so izjemni gospodarski izzivi, ne samo izjemna rast tujih ekonomij. Mi smo v zadnjih 15 letih, torej od leta 2009 do danes, izgubili svoj primat. Ne samo, da smo v zadnjih 10 letih postali drugo gospodarstvo, danes smo že tretje globalno gospodarstvo. Kljub vsemu, 450 milijonski trg, to je največji enoten trg. Ravno kar smo praznovali v preteklem letu, 30 let obstoja enotnega trga, evropskega, kar je izjemna pridobitev. Dejstvo pa je, da Evropska unija je nastala kot projekt miru in seveda sodelovanja tudi na področju gospodarstva. Če bomo želeli ohraniti to gospodarstvo konkurenčno in s tem tudi krepiti socialno Evropo, potem se moramo zavedati, da smo tik pred eno izjemno transformacijo. V naslednjem 7-letnem obdobju je v različnih fondih in proračunih Evropske unije namenjenih 2000 milijard evrov za različne namene, tudi za tako imenovano zeleno transformacijo, če želite. In Kitajska gotovo je ob Evropski uniji tukaj prednjači, bo uspel to transformacijo čim hitreje narediti, bo dejanski ekonomski zmagovalec za naslednje desetletje. Torej, izjemen izziv Evropske unije, moram še eno stvar poudariti, da Evropska unija je prva, ki je zakonodajala tisto, kar bi lahko bila nova industrijska revolucija, govorim predvsem o umetni inteligenci, ki trka na vrata in s tem tudi odpira celo vrsto področji, vprašanj na različnih področjih, kot so socialna varnost, kot so pravna varnost, ter seveda ekonomska varnost. Tisti, ki bo uspel v tej transformaciji, bo dejansko zavladal na ekonomskem svetu in seveda posledično tudi varnostnem in političnem
in tako naprej. Gospod Hojs, vaša skupina kandidatov in nasplošno vaša evropska politična skupina je malo manj navdušena nad tem zelenim prehodom. Kaj boste vi zagovarjali? Je zeleni prehod neke vrste strel v koleno in da je Evropa spet bolj papeška od papeža, hkrati pa recimo uvažamo ogromno stvari od drugod, kjer se naredijo z bistveno večjim ogljičnim odtisom, kot bi ga lahko naredili recimo v Evropi. Kaj boste vi zagovarjali v tem? Je ta zeleni prehod tista prava rešitev, kot pravi gospod Nemec, ali bi bilo morda bolje malo spustiti pa počakati, da cel svet nekako dojame to nujnost zelenega prehoda? Ja, najprej dober dan. Seveda, poglejte, dejstvo je, da je ta, kako naj rečem, velika koalicija, ki je bila v Evropskem parlamentu v zadnjih 2 mandatih posledica velike koalicije v Nemčiji, naredila ogromno strel v koleno. To je pravzaprav jasno danes že vsakemu evropskemu državljanu. Nažalost je vodilno vlogo pri tem zelenem prehodu nosil socialist Timmermans, torej član Evropske socialistične stranke, ki je na nek način naplahtal tudi voditelje ostalih držav in zato smo prišli v neke take nore situacije, kot so bile recimo odločitve Nemčije, da so zaprli jedrske elektrarne, ali pa bi rekel tako nore odločitve, recimo, ko so sprejemali Evropski energetski program, da imate danes ceno CO2 kuponov, ki jo TEŠ plačuje tako visoko kot premog, torej popolne nebuloze. Torej, seveda, ta zeleni prehod je nujen, nikakor pa ne v takem obsegu in tako hitro, kot so si ga zastavili. Naj povem nekaj podatkov. Kitajska je bila pred približno 20 leti imela 25% GDP-ja Evrope, danes je GDP Kitajske tako kot GDP Evrope. Torej, očitno delamo nekaj zelo narobe, oziroma so evropski poslanci v zadnjih nekaj mandatih stvari delali narobe. Sveda je jasno, da so manj razvite države, kot je Kitajska, hitreje napredovale, to je vsakemu jasno, nikakor pa ne more biti jasno, da se stvari v 20 letih uravnotežijo. Zdaj pa, če gremo bolj na slovenske razmere, ker se mi zdi, da danes govorimo tukaj bolj o slovenskih razmerah, je pa potrebno povedati, seveda, da smo na tem gospodarskem področju pravzaprav mi eni veliki izgubači, če temu tako rečem. Če smo bili ob vstopu v Evropsko unijo nekako vzgled vsem ostalim in so nas nekako imenovali kot svetlo zvezdo, lahko danes berete, da so nas pravzaprav dohiteli že vsi. Zdaj v teh 20 oziroma tako 22 letih so ravno tako pri nas v glavnem vladali socialisti oziroma liberalni socialisti, kar seveda kaže na to, da v bistvu gospodarstva ne znajo voditi, da je to v bistvu nek strel v koleno in zato seveda se v naši skupini, torej Evropski ljudski stranki, zavzemamo za prvič za seveda drugačno koalicijo v naslednjem parlamentu, torej koalicija ne more biti tako neuravnotežena, kot je bila zdaj, ko so si v začetku mandata zgolj razdelili pomembne funkcije, potem pa, ko ste gledali rezultate glasovanja, ste ugotovili, da pravzaprav socialisti v glavnem glasujejo z levičarji oziroma z ekstremnimi levičarji, torej nikakor ne pa tako, kot se je bilo prvotno v okviru komisije dogovorjeno. Torej mi si predstavljamo prvič, da bo rezultat volitev v Evropski parlament bistveno drugačen, torej da bodo desne stranke imele večjo večino in seveda računamo na to, da bo neka nova koalicija, desno-sredinska koalicija, nebuloze zadnjih 10 let iz Evropskega parlamenta ustavila, kar bo imelo za posledico predvsem zato, da bodo ljudje živeli bolje. Se pravi, imeli več v denarnicah, bolje zaslužili, lažje potovali in še stvari bi lahko našteval. Gospod Prevoljič, istočnica za vas, tudi zeleno stranko zastopate, zeleno filozofijo. Tako, nekaj stvari seveda se lahko deloma strinjam, večina pa ne. Sedno se to je čar demokracije, da se vsem ne strinjamo. Prej ste omenili Kitajsko, absolutno. Kitajska je napredovala zelo hitro. Zakaj je napredovala hitro, tudi vemo, zato ker so se lotili zelenega prehoda. Kitajska, sami se boste spomnili Pekinga 2008, ko so bile olimpijske igre, se boste spomnili, kako je bilo pravzaprav nemogoče organizirati maraton v Pekingu. Danes je teh težav bistveno manj. Kitajska je danes vodilna država na proizvodnju polprevodnikov, vodilna država na področju električnih avtomobilov, solarnih panelov, potem teh vetrnic in tako dalje in tako naprej. Skratka, tukaj se je zgodil nek velik premik naprej. Jaz mislim, da je bil to trenutek, ko so se pravilno odločili. Kar se tiče zdaj Evrope v tem kontekstu, jaz mislim, da Evropa v tem zamuja. Zeleni dogovor, ki je bil sicer prej omenjen kot strel v koleno, jaz mislim, da ravno obratno generira nova delovna mesta. Alternativa temu, da ne delamo tega,
je pa takšna, kakršno smo doživeli avgusta 2023 v Sloveniji. To je alternativa. Ne? Škode v Evropski uniji, če boste pogledali, se zdvigujejo z nekaj odstotno stopnjo, se pravi, mi bomo vedno znova se potem ukvarjali s sanacijami, nikoli z napredkom in jaz mislim, da se moramo enkrat konkretno o teh stvarih pogovoriti. Torej, globoko verjamem, da je ravno v tem primerjalna prednost lahko nas, torej Evropejcev, kjer pa žal že v marsičem zaostajamo. Torej, še enkrat naj bom jasen, tukaj ne gre za noben neko terorizem, kot se hoče danes tudi prikazati. Ne. Dejstvo pa je, da bo o teh vprašanjih treba resnično se pogovoriti in sam verjamem, da so tukaj velike priložnosti za Evropo in tudi za Slovenijo v tem delu. Torej, jaz mislim, da je to prava pot in jaz bi se za to pot definitivno odločil. To ni napačna pot, ker vzdrževanje sicer nevzdržnega stanja nas bo pripeljalo samo v nazadovanje, nikamor naprej. Gospod Vrtac, vi ste nekako tlele na sred, nekako se mi zdi, da razumete in zagovarjate stališče vsakega pomalo. Tudi v času vašega ministrovanja je bil narejen korak naprej, kar se tiče drugega bloka naše jedrske elektrarne. Zdaj smo, gospod Hojs je omenil Nemčijo na eni strani, na drugi strani Francija, še vedno veliko jedrske energije. Zdaj so sicer malo zaustavljali, ker je bila elektrika prepoceni in se ni splačala. Pa vendarle, kaj tle torej zagovarjati, tako da bo seveda dobro za Evropo in tudi za Slovenijo in za, kot smo že slišali, da imamo vsi mi več v denarnici. Zdaj za izhodišče. Če želimo okrepiti v ekonomskem smislu Evropsko unijo, potem bo potrebno narediti revizijo zelenega prehoda in vključiti ta delegiran akt glede nuklearne tehnologije v še večji meri. Se pravi, nihče ni proti obnovljivim virom energije, ampak sonce po noči ne sije, decembra, januarja, februarja ga tudi ni, veter ni povsod, ne? In tudi voda vedno ne teče. Torej, ne vem, kdo pove, na kakšen način bomo mi bili energetsko neodvisni, če ne bomo ukomponirali, se pravi, obnovljivih virov energije z močnimi spoti in novo tehnologijo nuklearne tehnologije. To je nemogoče. Se pravi, z roko v roki, nuklearna tehnologija in obnovljivi viri energije. Smo pa v preteklosti naredili ogromno napak na temo tega zelenega dogovora. Jaz lahko povem, da je bila neka silna euforija okrog tega po celotni Evropski uniji, ki je bila povezana absolutno tudi s finančnimi interesi. Pa dajmo zdaj številke na mizo. Ne? Če govorimo, da bomo soncem neodvisni, večinoma sončnih celic se proizvaja na Kitajskem. Ne? Vetrnice se proizvaja tudi na Kitajskem. Se v Evropo uvažajo iz tem. Druga stvar, statistika kaže, da je recimo v zadnjih 20 letih Kitajska povečala proizvodno svoje elektrike, ne, z premoga za 200%. Torej, oni proizvedejo vsak mesec 2 novi termodiviziji. To ne govori, da Kitajska vlaga v zeleni prehod. Vlaga toliko, kar ona sama želi, da dela svoj lasten PR. Ampak mi, ko pa rečemo, premoga ne bomo imeli, nukleark ne bomo imeli bomo samo sonce in veter, izgubljamo konkurenčnost napram kitajskemu gospodarstvu in, ne pozabimo, tudi ameriškemu gospodarstvu. Torej, nihče ni za to, da se termodivizija ukine. Absolutno. Ampak samo sonce in veter bo mnogo premalo. Kitajska se recimo tega zaveda. Medtem, ko mi ukinjujemo termodivizije in nuklearke, jih Kitajska dodatno proizvaja. Evropa proizvede 7% CO2 izpustov na svetu. Če mi to zreduciramo na nič, nismo naredili napram temu, da Kitajska in Indija vedno bolj osnažujeta, popolnoma nič. Razen, če boste rekli, potem bo pa mi dober svetu vzgled tudi za Kitajsko. Ja, tukaj sem pa jaz zelo skeptičen, zaradi tega, ker recimo Amerika na to zgodbo ne naseda, ne? In si ne želim, da naseda tudi Evropa. Ne? In tudi vprašanje, kaj bo po volitvah ameriških. Ne? Absolutno. Omenili ste CO2 kupone, pa dajmo se tako. Ne? A veste, trgovanje s CO2 kuponi v nekaterih državah je bilo v bistvu, izven Evrope je bilo tudi v bistvu prepovedano, zaradi tega, ker gre za prodajanje megle. Ne? Mi imamo z tega naslova najbogatejšega Slovenca. Primer vam povem. Kidričevo, proizvodnja primarnega aluminija. Ugasnili smo vseh 146 peči. Sedaj pa, namesto avtomobilska industrija v Nemčiji, ki je odvisna od aluminija, da bi uvažala iz primarni aluminij iz Kidričevega, ga uvaža iz Kitajske, ker proizvedejo primarni aluminij za 6-krat večjim CO2 odtisom. Gre pa za isti planet, za isto zemljo, za isto okolje. Torej, če zaključujem, za konkurenčnost gospodarstva, energetika in energetska neodvisnost ključnega pomena, ampak samo z obnovljivimi viri energije, ne,
Ne bo šlo, ampak moramo dati tukaj nove tehnologije s poudarkom absolutno na nuklearni tehnologiji. In tukaj je vsa umetnost. Jaz ne vem, zakaj potem vlečemo stran poti, tudi v Sloveniji. Imamo različne odzive glede drugega bloka nuklearne elektrarne v Krškem. In to ni v redu. Prej je gospod Hojs omenil Nemčijo. Jaz verjamem, da se bo v Nemčiji z naslednjim letom to spremenilo in da v tiste nuklearke, ki so ugasnjene, jih bojo kaj kmalu zagnali. Ker drugače bomo bili odvisni od ruskega plina ali pa ne bomo proizvedli dovolj elektrike, energije za lastno gospodarstvo. In bo samo to gospodarstvo trpelo, tako kot je trpelo leta 2022-2023. Samo kratka replika. Odločitev v Nemčiji bila sprejeta v času vlade CDU, CSU, to se pravi Angela Merkel, nima nobene veze odločitev Evropskega parlamenta ali pa gospoda Timmermansa. Drugič, evropsko gospodarstvo oziroma nemško gospodarstvo je manj konkurenčno iz enega ključnega razloga. To se pravi, da se celotna energetska politika je slonela na uvozu poceni ruskega plina. Tretjič, samo to, evropsko gospodarstvo je izgubilo ključen moment konkurenčnosti, takrat, ko smo začeli varčevati, namesto tega, da bi z intervencijami po zgledu recimo Amerike ali pa celo Kitajske v letih 2010, 2011 dejansko pospešili gospodarsko rast. In to je ključ. Ni potrebno biti strokovnjaki iz tega področja, da so zadeve evidentne in jasne. Želela sem vas vi zastopate kot ljudska stranka, tudi kmete. Imeli smo ogromno protestov v zadnjem času. Eden od njihovih argumentov je bilo tudi pretirane zahteve tudi v smislu zelenega prehoda, česa vse ne smejo, medtem ko se uvažajo žita in podobno od vse posod, ki nikakor niso bila predelana na ta način. Kakšno torej bi bilo vaše stališče in kaj bi vi tle zagovarjali kot evropski poslanec, kaj je treba torej, ker v končni fazi ob velikih podnebnih spremembah se nam lahko tudi zgodi, da bo hrana enkrat podobno kot voda eden od ključnih stvari, ki jih bomo potrebovali. In zato že vidimo, kakšne so cene, recimo kakava v zadnjem času šla strašno gor, podobne stvari, samo zato, ker je letina slaba, ker je nekje suša, nekje poplava. Ravno ta prejšnji teden smo imeli poplave tam, kjer jih človek ne bi nikoli pričakoval. Torej, svet se spreminja tudi na ta način. Drži, svet se spreminja z bliskovito hitrostjo. In spremembe, ki smo jim priča, tudi podnebne, so pač to dejstvo, ki ga moramo vzeti v zakup. Ampak vendarle bi se vrnil nazaj na neko pomembno dejstvo, ki se mi zdi, da se kaže tudi skozi to debato. V Evropi v zadnjem času manjka te zdrave pameti, ki je Evropo kot projekt miru, zgodovinski projekt miru postavila na zemljevid, kjer smo danes. Kaj se je zgodilo po drugi svetovni vojni? Enostavno so se odločili, da so prepletli dve močni gospodarstvi, to se pravi nemškega in francoskega, tako močno, da se vojna enostavno ni več splačala. In čemur smo priča v zadnjih, pa bom rekel, 10-20 letih, je pa to, da se v Evropi pospešeno odpovedujemo tistemu, v čemur smo sami najboljši, zato da subvencioniramo neko tehnologijo, ki prihaja iz tujine. In tukaj delamo kapitalne neumnosti. Glejte trg dela zdaj v Nemčiji, kaj se dogaja v zadnjem četrtletju. Velike nemške firme selijo proizvodnjo na tuje, zaradi tega, ker je pač energija predraga. In ne morejo več zagotavljati oziroma proizvajati stvari, ki so jih prej z nižjim ogljičnim odtisom, ampak morajo to delati tretje države. Zavedati se moramo, da ni zastonj energije. To je bilo že rečeno. Kitajska za vse komoditete, ki jih tudi v Evropi kupimo, porabi polovico svetovnega premoga. Evropa je tukaj pljunek v morje, dobesedno. Indija bo čez 20 let na istem, kot je danes Kitajska. In kaj lahko Evropa naredi, je seveda veliko vprašanje. Ena stvar je, da se zavedamo tega, v čemur smo dobri. Glejte, banalen primer so motori z notranjim izgorevanjem. Mi se bomo tej tehnologiji odpovedali zato, da bomo uvozili kitajske električne avtomobile in bomo to zadevo še subvencionirali dodatno. Isto se je zgodilo na področju fotovoltaike. Vse vemo, zakaj je bila fotovoltaika sforsirana v Nemčiji in kasneje na evropski nivo, zaradi tega, ker si imel takrat ob letu 2002 močni nemški firmi, kateri sta mislili, da bosta preko evropskega trga obvladovali tudi svetovni trg. Zgodilo se je to, da so Kitajci opazovali ob strani, videli, da lahko tehnologijo delajo boljše in cenejše, zgradili kapacitete in na neki točki, ko je Evropa napovedala subvencije, naredili na evropskem trgu dumping. In to se je zgodilo. Glejte, pri električnih avtomobilih je popolnoma ista stvar. V tem trenutku imajo kitajska podjetja avtomobilska kapaciteto 42 milijonov avtov električnih na leto. Proizvajajo 12 milijonov. Kaj mislite, da se bo zgodilo, ko bo Evropa prepovedala motorje z notranjim izgorevanjem, pa bomo rekli, subvencionirali bomo električne avtomobile,
Kitajci bodo pripravili trg, naredili dumping cen, prodali avtomobile po karikiran 12 000 evrov, najcenejši Volkswagen pa stane 30 000 evrov in spet smo naredili stren v koleno. Tudi za Slovenijo, če se navežem naprej, vemo, kaj nemški avtomobilski grozd pomeni za tudi naš BDP, ki ga ustvarimo v bistvu v radiju 800 km. In tukaj imamo mi fundamentalne težave. Glejte, ko sem bil nazadnje v Münchnu, sem se srečal z Markusom Söderjem. Bavarska večino že zdaj svojega proizvoda vlaga v inovacije. In to je edina stvar, ki lahko Evropo popelje naprej. Inovacije, 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 da smo korak naprej na področjih, kjer lahko razvijamo svoje tehnologije. In dokler bomo v tej, bom rekel, konkurenčni prednosti, dokler bomo to gospodarstvo negovali, razvijali, hkrati si pa ne dali uteži na noge ali z davčnimi politikami v Sloveniji, Evropi ali pa s podobnimi energetskimi neumnostmi, kot smo jim bili priča v Evropi, potem nam lahko uspe. Se gledajte, če se vrnem na kmetijstvo, zakaj se je onesnaževanje na kmetijstvu zmanjšalo? Zaradi tega, ker smo z boljšo tehnologijo, tudi s porabo več energije sicer, lahko proizvedli isto količino hrane na manjšem področju. In to je imelo kot posledico takoj boljše razmere v okolju. In to je enostavno pot, ki se moramo držati. Če bomo pa tukaj zdaj delali korake v to smer, kot smo jih delali pod zadnjima 2 evropskimi komisijama, pa še kam drugam, potem pa se bojim, da se nam ne piše nič dobrega. Da malo gremo v drugo stvar, za katero kritiki pravijo, da je morda Evropa preveč restriktivna in to je recimo umetna inteligenca, ne? Zato imamo manj razvoja, manj se vlaga, sploh v primerjavi z ZDA. Hkrati je tudi Warren Buffett zdaj rekel, da je umetna inteligenca lahko džini, ki je šel iz steklenice in to ne nujno na dober način. Hkrati se nove tehnologije uporabljajo tudi za kibernetske napade. Imeli smo jih veliko, ravno kar zadnja grožnja iz Rusije, da bo Slovenija en teden brez električne energije. Vi ste bili dolgo v Rusiji, tudi napadi, ki so bili pred nekaj tedni, so prišli menda od tam. To vsekakor je stvar, ki ni več nekaj redkega, ampak je v bistvu naš vsakdan. Je pretirana regulacija umetne inteligence nekaj, kar je tudi druga napačna odločitev Evrope, ali bi morali stvari malo bolj pustiti iti svojo pot, ali se nam lahko zgodi, da bojo računalniki kmalu pametnejši od nas? Jaz teh kibernetskih napadov ne bom komentirala, kajti zdaj se pogovarjamo o gospodarstvu, evropskem gospodarstvu. Na področju umetne inteligence Evropska unija drastično zaostaja za Združenimi državami Amerike, predvsem pa Kitajsko. Danes sem si dovolj je bilo, da sem si odprla en graf in sem pogledala število start-upov, ki se ukvarjajo tudi z umetno inteligenco od leta 2013 do 2023 in ne boste verjela, več kot 5000 jih je v Združenih državah Amerike, takih start-upov, na Kitajskem jih je okoli 2000. V Evropi je prva po start-upih, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco, Francija in ne boste verjeli, da jih ima samo 300. Tako da, kot ste pravilno ugotovila že v uvodu, Evropska unija je utrujena stara gospa, ki zelo zaostaja praktično na vseh naprednih področjih. Tako da, kar se tiče energetike, bi jaz zdaj rada še malo pokomentirala to vprašanje jedrske energije. Nemčija se je odpovedala, pri nas obstajajo načrti o jedrski elektrarni JEK2. V stranki Resnica, ki jo trenutno zastopam, absolutno nismo proti jedrski energiji, smo pa proti temu, da bi se elite spet polnile žepe s takšnimi projekti, kot je bil recimo TEŠ, ko se zdaj dobivamo elektriko za 180 evrov na megavat, se pridobiva, prodajamo pa na trgu za 80 evrov ali za 60. No, to pomeni, da to veliko pove o teh gospodarskih elitah, ki so ta projekt sprejeli in ja, mi smo za jedrsko energijo, smo za JEK2, vendar nekako bi si želeli, da bi bil to mednarodni projekt, recimo Kitajska precej ceneje kot recimo ameriška podjetja, kakršno je denimo Westinghouse. Recimo Kitajska zgradi zelo dobro jedrsko elektrarno precej hitreje, stane 5 milijard evrov, ameriška tehnologija je 3-krat dražja. Jaz vem, da pač v Sloveniji imamo svoje prioritete, ampak
zato ker želimo ohraniti pač v proračunu denar tudi za nas, za prebivalce, ne za politične in gospodarske elite, da se bodo spet napolnili žepe. Bi se nekako želeli, da bi ta projekt JEK2 bolj transparenten. Poleg tega smo tudi proti referendumu o JEK2, zato ker gre za tehnično vprašanje, ki ga ne moreš prevaliti na pleča volivcev, tako da o tem morajo odločati strokovnjaki. Potem bi pa rada pokomentirala še zelo, bi rekla, romantičen uvod gospoda Nemca. Evropska unija je res bila rojena kot projekt miru, ampak včasih zunanji opazovalci bolje vidijo, kakšen ta projekt dejansko je postal v teh letih. Včeraj se je v Parizu pri Emmanuelu Macronu mudil kitajski predsednik Xi Jinping in v duhu stare tradicije, ko so recimo voditelji, ko so prišli v neko državo, so v vodilnih časopisih objavljali kolumne in tako je tudi Xi Jinping za Le Figaro objavil kolumno, v kateri je zelo realistično ocenil, kje je Evropa. In Evropo je opozoril, ker Evropa tega si sama ne upa reči, da je pač talec ameriških zunanjepolitičnih interesov, ameriških nacionalnih interesov in jih opozoril, da pač zaradi dlje, ko bo trajala vojna v Ukrajini, bolj utrujena bo postajala Evropa, več bo imela dolga, več bo težav, kajti vojna koristi samo orožarski industriji, ne koristi poslovanju, ne koristi dobrobiti vseh. Zato je to vojno seveda treba nemudoma ustaviti. Xi Jinping nam je nalil čiste vode. Recimo v Sloveniji imamo zelo dobrega ekonomista Jožeta P. Damjana, ki zelo realistično predstavlja gospodarske kazalce v Evropski uniji in na Kitajskem. Zdaj pa še čisto za konec, da ne bom predolga. Recimo Matjaž Nemec je edini predstavnik, ki je dejansko poslanec v Evropskem parlamentu in vsi slovenski evropski poslanci so podprli dogovor, da bo vsaka država članica plačevala 0,25% BDP-ja za orožje za Ukrajino. To je kontradiktorno govoriti o miru in hkrati podpirati orožje. In jaz mislim, bi ta davek imenovala nekako ukrajinski krvni davek in jaz mislim, oziroma v Stranki Resnica mislimo, da poslanci, ki so sprejemali tako za Evropsko unijo, kot za Slovenijo škodljive odločitve, tako za državljane, kot za celotno unijo, kajti unija, kjer gospodarstvo ne deluje, taka umetna tvorba, kjer gospodarstvo ne deluje, bo prej ali slej propadla, da nimajo več mesta v Evropskem parlamentu, tako da prosim podprite stranke, ki teh izkušenj s takimi odločitvami še nimajo. Gospod Ferajtović, vi takih izkušenj saj na vaši listi nimate, je pa nekaj predstavnikov tudi v Evropskem parlamentu. Kje je vaša pozicija, kar se tiče umetne inteligence, kar se tiče zelenega prehoda? Sta to dve stvari, ki jih nujno potrebujemo, ali se s tem sami sebe preveč omejujemo? Jaz bi zdaj najprej samo pokomentiral tisto, česar se kolegica ognila. To so kibernetski napadi na slovensko infrastrukturo. To je bilo narejeno na nivoju srednješolcev, da smo si na jasnem. Zdaj, če so tukaj v zadnji kakšni, ne vem, ruski heker ali kaj podobnega, v državi, ki ima zgledno urejen IT sistem in to osnovno infrastrukturo, se kaj takega ne bi smelo zgoditi. To je bilo zelo porazno in tudi, če gledamo v zadnjih letih, naprimer, s trenem potekajo certifikati za varno povezavo. Res tiste najbolj osnovne napake, tisto, kar učijo na FRI-ju v prvem letniku, to se nam dogaja na naši osnovni infrastrukturi in seveda tukaj imamo zelo veliko težavo, ki jo je seveda tudi treba urediti, ampak žal to ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki se je formiralo pod to vlado, se nam zdi, da žal preveč delajo v smeri neke vrste promocije tega, ampak dejansko konkretnih premikov, konkretnih rešitev ni. In sistem je iz leta v leta bolj ranljiv in se pravim, če so na nivoju srednješolcev se zdaj že to onesposablja in to je kar velika sramota. V državi, kjer če bi dejansko imeli ljudje, če bi bili ozaveščeni, če bi bili strokovnjaki ozaveščeni glede tega, bi morali leteti glave.
kar se odgovornosti za to vrstne napade tiče. No, torej, pod vprašanje prenos Evropske direktive NIS-2, ki jo moramo prenesti v našo zakonodajo do oktobra letošnjega leta, to kakorkoli izboljšal. Bistveno se bo povečal krog zavezancev, ki bodo zavezani k poročanju tudi, ki bodo morali skrbeti za kibernetsko varnost v končni fazi. Tale grožnja z en teden brez elektrike, verjetno si noben ne zna čisto predstavljati, kaj bi to za nas pomenilo. Če ne drugega, ne bi mogli filati telefonov, pa računalnikov in podobnega, da ne govorim, da ne bi imeli luči. Tega problema ne bomo rešili z nobeno direktivo, zato ker problem tiči v enotnem plačnem sistemu. IT-ovcev v javni upravi ne moremo plačati toliko, kot jih lahko plača trg. Posledično imamo pač kolektive, ki so nepopolni, ogromno delovnih mest, ki so razpisana, ampak ne zapolnjena in preprosto nimamo kadra, ki bi poskrbel za to. Javna uprava v tem trenutku ni zmožna plačati pravih strokovnjakov, da vse skupaj uredijo. Vse, kar smo zmožni, je seveda outsourcing, ki ima še seveda kupico svojih težav, zato ker pač kritično infrastrukturo outsourcati nekomu ima pač spet svoje rizike, tudi firme zasebne potem delajo napake. V ZDA so se pojavili hekerski napadi, kjer je outsource firma pač delala napake v protokolih in v pač varnostnem protokolu, so se pač stvari puščale na neenkriptirane gesla na pač navadnih računalnikih in pač seveda prihaja potem posledično do kibernetskih napadov. Tako da ja, pri nas moramo prvo urediti enotni plačni sistem, ampak ta vlada je pač pokazala, da se tega ne bo sposobna lotiti. Ja, slišali smo za obisk kitajskega predsednika, ki je bil najprej v Parizu. Seveda se je francoski predsednik predtem pametno usedel z nemškim kanclerjem in verjetno uskladil agendo. Zdaj pa gre Xi Jinping najprej v Srbijo in potem na Madžarsko. Gospod Hojs, glede na to, da ima vaša stranka zelo dobre odnose z Madžarsko in njihovim predsednikom in tudi rečemo z Vučićem, je to za Evropo, glede na to, da se ni ustavil v Bruslju, se pa ustavlja tudi v nečlanici EU, dobro, lahko Slovenija iz tega kaj več potegne glede na naše relativno dobre odnose s Srbijo in z Madžarsko? Oziroma, kako komentirate, kaj to sporočilo Evropske unije je to, da ni šel v Bruselj? Najprej bi glede na to vašo pripombo, s kom ima naša stranka ali pa naš predsednik dobre odnose, povedal, da so celo bruseljski komentarji ugotavljali, da je to edina stranka, stranka SDS in naš predsednik Janez Janša, človek, ki je verodostojen sogovornik na evropskem parketu, tudi ko je v opoziciji. Torej, to nima nobene povezave ali pa veze z našimi dobrimi odnosi z sosedi. Torej, Madžarska nenazadnje je naša soseda in ne vidim nobenega razloga, da ne bi imeli dobre odnose z njimi. Nenazadnje spomnite se te vlade, kako so govorili preko čez nas in ne vem kaj vse, kam je bil prvi obisk našega Goloba po zaprisegi, torej prvi obisk je bil k gospodu Orbanu. Zdaj, morda še komentar vezan na to, kar sprašujete. Torej, meni se zdi malo pod nivojem, da bi se oziral na predavanja ali pa neke nasvete nekega kitajskega predsednika, ki je prišel v Evropo soliti pamet, bodisi Macronu, bodisi nam, državljanom Evrope. Torej, mislim, da je že ta narativ, ki ga je recimo izrazil župan Kočevja, češ kako se je Kitajska dobro in uspešno lotila zelenega prehoda, popolnoma absurden. Torej, Kitajska je največja onesnaževalka s CO2 na svetu in govoriti o tem, da so se dobro lotili zelenega prehoda, je tako, kot da bi povedal ne vem kaj. Zdaj, kar se tiče obiska predsednika Kitajske v Srbiji, moram reči, da ima gospod Vučić precej boljše odnose z predsednikom FIFA, gospodom Čeferinom in pa z ljubljanskim županom Jankovićem. Tako da, mislim, ni potrebno delati nikakršnih sporednic z našimi odnosi z Republiko Srbijo. Zdaj, glede pa naše zunanje politike, smo pa danes lahko priča, popolni ali pa novi škandalozni zadevi. Po uspešnem, pod narekovaju, mirovniškem obisku naše zunanje ministrice smo videli danes Izrael začel pravzaprav obsežen napad na Rafo. Torej, očitno manj hodijo ven, bolje bo tudi za palestinske begunce pa za Palestince v Gazi. Zdaj, kar se pa tiče samih
trgovanj in pa seveda gospodarskih izmenjav sta pa kolega, tako gospod Balažič kot gospod Vrtovec povedala že zelo velik in zelo dober, kar se tiče kitajskega blaga. Morda zgolj ena replika ali pripomba na gospoda Balažiča, ko je rekel, da bomo omejili prodajo vozil z notranjim zgorenjem. To so storili poslanci. Poglejte, gospod Nemec in kolegi so to storili v zadnjem parlamentu. Torej, prepovedali so prodajo teh vozil z letom 35, če se ne motim, in ena od prvih stvari, ki jo bomo redefinirali, je gotovo to, da bomo to neumno odločitev spremenili. In pa tisto, kar je po moje najpomembnejše za nadaljni razvoj Evrope in pa za pravzaprav blagostanje vseh Evropejcev, je po moje povsem politične narave. Ne? In ta politična narava je dejstvo, da v Evropi ne odločajo oni, ne odloča tudi ne komisija, ampak odloča drugi, tretji nivo uradnikov, ki so praktično nezamenljivi. Torej, če vemo, da recimo v Sloveniji, ko nastopi nova vlada, vsi direktorji direktoratov odstopajo ali pa jih ministri zamenjajo, v Evropi ni tako. Tam so direktorji direktoratov pravzaprav nesmrtni. In poleg njih imate v Bruslju celo rajdo ali pa bi rekel cel ešalon lobistov, ki počno zgolj to, da lobirajo za svoje posebne interese, za svoje lastne žepe. Zato tudi take odločitve o CO2 kuponih, mimo grede, zakaj tako draga elektrika? Tako draga elektrika, ko so si evropski poslanci na predlog komisije seveda spomnili formulo, ki je bila vezana na ceno ruskega plina. Mislim, to je totalna neumnost. Poglejte, in vse te stvari bo potrebno v novem sklicu redefinirati. Jaz sem prepričan, da bo to možno. Danes je v Evropi od celotne zasedbe, mislim, da 13 predsednikov evropskih vlad, ki so iz naše družine politične, torej iz EPP-ja. Torej računamo, da bo tudi tokrat komisija večinsko pod vodstvom Evropske ljudske stranke, da ne bo več teh kravjih kupčij z socialisti o tem, kdo bo kakšno mesto zasedel. In ob tem, da bo po moje tudi parlament večinsko desno usmerjen, bo seveda vse te napačne odločitve možno korigirati in popraviti. Samo en stavek, jaz bi rad samo spomnil, da zadnji, ki ni bil predsednik komisije iz družine, odkudar prihaja gospod Hojs, je bil Romano Prodi. In to so tisti časi, ko se je tudi Slovenija pridružila Evropski uniji. Torej smo v situaciji, ko dejansko od zadnjih nekaj predsednikov komisij prihaja iz te iste družine, katere ponosno je del tudi gospod Hojs. Paradoksalno, vsi ostali smo ali pa so krivi za napake njene lastne politične družine. In vse skozi je bilo tako pri vseh pomembnih odločitvah, ne si bo pri odločitvi pri omejevanju motore za notranje izgorevanje ali pa pri tisti nemški, zato da bi se odrekli jedrski energiji. Mimogrede, jaz mislim, da v slovenskem političnem prostoru obstaja širok političen konsens, strinjamo se vsi, da je drugi blok jedrske elektrarne nujen, če želimo ohraniti slovensko gospodarstvo konkurenčno. Seveda ob tem pa lahko računamo tudi delno na sonce, mogoče delno na veter. Seveda Slovenija je relativno majhno območje geografsko in seveda s tem imamo tudi omejene možnosti, kar se tiče naravnih virov. Zelo kratke, prosim. Ne, ampak ker gre za repliko. Poglejte, res je, ves čas, pa večino tega časa je Evropsko komisijo vodil predstavnik EPP-ja. Povedal sem pa že na začetku. Žal je bila pa večina v parlamentu na strani glasovanj socialistov z skrajnimi levičarji. In to je posledica tega, da so se v parlamentu sprejemali take neumne odločitve. Pa da ne bo dilem, torej mi smo kritični tudi v lastnih vrstah in lahko jasno povem, da mi, stranka SDS, gospe von der Leyenove, ni podprla na kongresu za nov mandat na čelu komisije. Torej zavedamo se, da so tudi v naših vrstah ljudje, ki so vodili napačno politiko, ki na to mesto ne spadajo, za razliko od nekaterih, konkretno gospoda Nemca, ki še danes zagovarja nebuloze gospoda Timmermansa, ki je mimogrede tik pred koncem mandata iz komisije raje zbežal nazaj na Nizozemsko, tam pa seveda katastrofalno izgubil lokalne oziroma državne volitve. Bomo se še dotaknili von der Leyenove odločitve brez trdne večine Evropske ljudske stranke. Tisti, ki pa izstopajo znotraj glasovanja Evropske ljudske stranke, sta pa seveda dva SDS-ova. Mogoče je bil tudi tam kakšen poseben drž. Jaz ugotavljam, da je zelo dobro biti neobremenjena na takih debatah, da ne prihaja do takih medstrankarskih obračunavanj, ki se zdaj dogajajo in da si še vedno, da se ukvarjamo z detajli takšnimi in drugačnimi, ne vem, kakšnimi motorji.
Nismo si pa zastavili osnovnega vprašanja, zakaj se Evropsko unijo uničuje z lockdowni, energetsko krizo, pomanjkanjem, prevzemanjem ukrajinskega dolga, zato da bi bili evropski državljani čim bolj zadolženi. Zdaj se mi zdi osnovni problem oziroma osnovno vprašanje je, da si Evropska komisija prizadeva za pravico do trajnega izdajanja euroboncev oziroma evropskih obveznic. In potem tako zgleda, kot da je Evropska komisija v lasti bank. In zdaj nas bojo še bolj zadolževali, se bo zadolževali, na koncu bomo ta dolg morali plačati evropski državljani, to je tudi v nasprotju z Maastrichtsko pogodbo. Popolnoma v stranki Resnica smo popolnoma odločeni, da bomo to ustavili in kako bomo mi to vračali nazaj z različnimi davki. Pred kratkim je bil uveden davek na plastiko, zdaj se napoveduje davek na finančne transakcije, potem bo davek na CO2 in to je zelo preprost odgovor na ta zeleni prehod. Jaz mislimo, da je zeleni prehod samo še en način, da bodo od državljanov Evropske unije pobirali davke. V resnici smo za suverenost, gospodarsko suverenost oziroma na strani Slovenije slovenski gospodarski patriotizem. Tukaj končamo. Mogoče zelo na hitro, ker prej nismo odgovorili na to vprašanje, zakaj Madžarska in zakaj Srbija. Ne pozabimo, da resne države zelo resno sledijo svojim interesom. In Evropska unija se tukaj žal obnaša zelo amatersko. Logično je, da gre kitajski predsednik v Srbijo in Madžarsko zaradi tega, ker se v tem trenutku gradi hitra železniška povezava med Beogradom in Budimpešto. Mene je še drug krak te povezave me bolj skrbi in to je sicer med Beogradom in Pirejem. In to pomeni, da kitajske dobrine pridajo po hitri železnici, ki so jo zgradili Kitajci, v najbolj mehek popek Evrope. In na ta način postanemo bistveno bolj odvisni od Kitajcev, kot bi si sami želeli. Spet tečemo v začaranem krogu in spet delamo napake, ki smo jih delali že toliko let zapovrstjo. Da ne govorimo o, bom rekel, geopolitičnih implikacijah tega. Glejte, vsako pristanišče, ki ga je kupila Kitajska, so v njem parkirane tudi kitajske vojaške ladje. To je dejstvo. In vemo, kam to pelje. Edini, ki je skušal temu kontrirati, je bila tista iniciativa Treh morij, kjer se je probal vleči neko linijo na vzhodu Evrope od severa proti jugu, so bili Američani, Evropa je pa spet spala. In Evropa se mora vzeti v roke in odločiti, ali želi biti, bom rekel, globalna supersila, ali bomo pa regionalni igralec na tem trgu, kjer bomo stalno pod interesi enega ali drugega in plačevali, tako kot je moja sogovornica prej rekla za to najvišjo ceno. Gospod Vrtek, kratka replika, pa da še tlele omenim, veliko smo zdaj rekli, železnica. Ravno konec aprila je prišel v Luko Koper eden od vlakov za Srbijo, ki so jih kupili od Kitajcev, in slovenske železnice so ga odvlekle do Srbije, kjer bo delal in tam menda vozil med Novim Sadom in Beogradom 200 na uro, kar pri nas... Kar je evropska investicija, mimogrede. Ja, evropska investicija. Torej, vaša replika na... Kratka, prosim. Ja, celotno razpravo v bistvu zelo kratko. Vete, zdaj tukaj vprašanje tudi glede, kar je bilo rečeno, glede Ukrajine, pa vojne v Ukrajini, zakaj Slovenija pomaga Ukrajini, Evropa zakaj pomaga Ukrajini, ter zgodba okrog Kitajske, je vprašanje vrednot. Če je Evropa še naprej pripravljena, seveda živeti na takšen način, kot so se zastavili ustanovni očetje po drugi svetovni vojni, potem je prav, da se zoperstavimo agresivnemu prodiranju kitajskega gospodarstva v Evropsko unijo in je prav, da zastavimo Putinov režim pred prodiranjem v Evropo. Ker danes je Ukrajina, jutri bo lahko Baltik, jutri bo lahko Poljska. In če želimo živeti na podlagi tega, kar je že v začetku gospod Nemec res romantično rekel, projekt miru, potem se moramo zoperstaviti tem dvema velesilama, eni, ki grozi z vojaško agresijo na ozemlje Evropske unije in drugi, ki pač tudi za voljo kršenja človekovih pravic in svoboščin, lastnih državljank in državljanov, prodira z pač nelojalno konkurenco. Jaz bom rekel še enkrat in tukaj poudarjam. Ponosen sem, da smo v mojem mandatu zaustavili gradnjo drugega tira in dali ven Kitajce z drugega tira. Okay? Zaradi tega, ker tukaj se gradi v Sloveniji, v ozemlju Evropske unije in ne želimo biti mi Črna Gora, ki so spravili bankrot, ne želimo biti Tanzanija, pa druge države.
Se pravi, tukaj gre za vprašanje vrednot, vrednostnega sistema, ki je bil postavljen in je temelj delovanja Evropske unije. In se pravi tudi na podlagi tega vprašanje naše blaginje. Jaz mislim, da se treba proti tem vplivom absolutno boriti in si prizadevati, ne glede na delitve, kajti alternative Evropska unija absolutno tudi na področju gospodarstva nima. To je v bistvu celotna zgodba. Je pa potrebno še dodatno omeniti absolutno demografijo. Mi imamo probleme napram Kitajski, zlasti z demografskimi kazalci. Tudi Kitajska ima te težave sicer. Tudi oni imajo in so jih že prehiteli. Ampak zlasti Evropa, zaradi tega, ker nimamo delovne sile, uvažamo delovno silo, kakšna ta, vidimo, imamo silne težave z demografskimi kazalci, ki so absolutno povezani tudi z ekonomijo, gospodarsko prosperiteto in tako naprej. Na kratko, kot odpravljalič, pa začnemo nov krog z novo temo. 3 stvari treba pokomentirati. Prvič, zdaj ves čas se hoče vzpostaviti ena paradigma, da je zeleni prehod edina težava Evropske unije. Ni, resnično ni. To ni edina težava in je rešitev Evropske unije. Torej, mi smo ves čas zagovarjam, da je prehod nujno potreben, ne pa na ceno, da se bomo seveda spodrezali stol, na katerem sedimo. Kar se tiče nuklearke, nihče ne reče, da je nuklearna energija treba takoj ugasniti jutri v Evropi. To je tudi Evropa sama povedala in so tudi prepoznali kot tako. So pa hkrati ugotovili, da ta energija ni trajnostna in ni vzdržna. Torej, še vedno bomo odvisni, sami z druge strani bomo uvažali noter uranovo rudo. To treba povedati. Mi nimamo danes v Evropi, torej bomo mogli uvažati. Tretja stvar, ko je bilo že omenjeno, gradnja našega, tudi drugega bloka. Preden se ga bomo lotili, jaz mislim, da smo vsi mi, kot državljanke in državljani, davkoplačevalci, nujni potrebni informacij. Mi danes teh informacij resnično nimamo. Nimamo cene projekta, nimamo cene energije z tega naslova, nimamo ničesar pravzaprav. In spraševati danes ljudi in prenesti odgovornost na državljanke in državljane je seveda najlažje. To ni državotvorno početje in ravnanje. Jaz mislim, da moramo najprej dobiti te odgovore in šele potem se bomo lahko odločili o teh stvareh. Kar se pa tiče geopolitike, jaz se strinjam, seveda mi smo družba vrednot, absolutno, noben problem. Vendar mi moramo te vrednote inkorporirati v malo bolj premišljeno zunanjo politiko. Če bomo razmišljali po principu, pa bomo zdaj malo tudi neposreden z drugih držav Amerike, torej ko vidiš žebo, vzaboš kladivo, če bomo tako razmišljali mi zunanjo politiko, ne bomo daleč prišli. Evropska unija teh kapacitet, teh zmožnosti nima in jih težko razvije, ker ljudje danes v Evropi, jaz bom rekel, hvala Bogu, se niso več pripravljeni boriti na ta način. Torej, vklopiti bo treba znanje. In to je odgovor na vaše vprašanje, kaj lahko gospodarstvo naredi. Vlagati treba v znanje in razvoj in tehnologijo. Tukaj imamo pa seveda težave. Če boste pogledali danes v OECD, pa še koga drugega, boste ugotovili, da Slovenija vlaga bistveno premalo v znanost in razvoj, boste ugotovili, da Združene države vlagajo več, da vlagajo Kitajska ogromno, mi pa ne, tako je, mi pa ne. In to je odgovor. Torej, zdaj bomo tekmovali kaj? Na način, da bomo se odpovedali okolju, v katerem živimo, da bomo imeli poceni energijo, pa da bomo izkoriščali delovno silo. Če je to model, s katerim misli Evropska unija razvija svoje gospodarstvo, pa imamo problem. Mi moramo drugače delati. Še gospod Faratović in potem začnemo drugo temo. Jaz bi čisto kratko pokomentiral to trditev, da v EU nimamo uranove rude. En izmed razlogov, zakaj nimamo, so tudi zelena gibanja, ki so zahtevala, da se skoraj vse rudnike zapre. Rudnik v Žirovskem vrhu je bil zaprt zaradi stranke Zeleni Slovenije, ki je takrat v prvih sklicih parlamenta zahtevala, da se to stvar zapre. Čeprav je na tisti točki dejansko cena uranove rude, ki je bila proizvedena notri v rudniku, bila že konkurenčna tisti na trgu, ker so toliko izboljšali svoje tehnologije. In danes bi ta rudnik dejansko bil operativen in profitabilen napram cen, ki so se vzpostavili na trgu. Tudi recimo na Švedskem zdaj tam nova vlada razmišlja o tem, da znova odpre uranove rudnike, ker so jih zaprli. Zdaj mi moramo razmišljati v Evropski uniji tudi na nek način o samozadostnosti in imamo tehnologije, kako na bolj okolju prijazen način tudi rudariti te kritične surovine, kako jih tudi pridobivati. In brez veze, čisto zaradi nekih dezinformacij, strahu, strašenja, smo se znebili ogromno enih zelo pomembnih kapacitet in seveda danes to uvažamo iz Kazahstana, iz Afrike, Avstralije in Kanade. Da gremo na nov krog in sicer malo k denarju. Do zdaj smo bili neto prejemnica, v 20 letih smo dobili 13,5
5 milijarde vse skupaj, vrnili smo 8,7, kar pomeni, da neto plus je bil 4,8 milijarde evrov. V novi perspektivi od leta 2021 do 2027 imamo sicer več kot 9 milijard, pa vendarle samo dobri 2 milijardi sta nepovratnih sredstev, kar pomeni, da res dobimo. Gospod Nemec, glede na to, da ste v tem parlamentu, kaj lahko Slovenija še naredi, da tudi ostanemo neto prejemnica in da dejansko se nam bo tudi finančno splačalo biti del EU-ja. Torej, iz vedika statistike biti neto plačnik pomeni, da si dejansko med bolj razvitimi državami Evropske unije. Seveda v tem procesu so potem nekatere države manj spretne, nekatere bolj spretne. Mi imamo kar nekaj, bom rekel, izzivov pred seboj, kako ostati neto prejemnik. Zaradi tega, ker predvsem imamo veliko razliko v razvitosti med zahodno in vzhodno kohezijsko regijo. Tisto, kar je ključno, je, da slovenske vlade, bilo katere bodo, se pogajale, je, da dejansko v naslednjem 7-mesečnem finančnem časovnem obdobju dejansko stimulirajo financiranje programov, ki nam kot samostojni državi še koristijo. Anomalije, ki so se pojavile v zadnjem 7-letnem obdobju, je, da imate prevelike razlike med državami v sami razvitosti, potem takem nekatere države seveda težijo predvsem k infrastrukturnim projektom, druge pa k programskim. Torej, primerjava, na Nizozemskem si želijo samo še razširitev kolesarskih stez, nekateri pa še dejansko niti asfalta nimajo, ko govorimo o nekaterih manj razvitih evropskih državah. Zato je tudi zelo pomembno povečanje sredstev na področju kohezije, ampak kot že omenjeno, slovenska oziroma Evropska unija je kot odgovor tudi ameriškemu protekcionizmu, ki ta dejansko je, pripravlja zelo velik obseg finančne pomoči iz 3 različnih stebrov. Ta v veličini 2000 milijard evrov in s tem dejansko preko proračunskega sredstva, preko stebra za odpornost in preboj oziroma prehod, ter seveda iz še tretjega, ki je sicer relativno majhen, to je 70 milijonov pomoči za Ukrajino in za nekatere druge področje, dejansko omogočila ta preboj ekonomski in seveda približevanje tudi nekaterim drugim ekonomijam. Se pravi, da mi smo pred, kot že rečeno, junijskimi volitvami pred 2 ključnima vprašanjima. Torej, to politično je, ali bo ta Evropska unija še vedno solidarna, bo zagovarjala vladavino prava, bo izpostavljala predvsem pogoje za to, da se bo vsaki v njej lahko prepoznal in realiziral, ne glede na to, kakšen priimek ima ali odkot prihaja, iz katere države prihaja, ali pa na drugi strani bomo ohranili še vedno gospodarstvo, ki bo konkurenčno za 2 največjima. Torej, izzivov je kar precej. Predvsem bi zaradi političnega vidika si želel, da bi naslednja komisija bila sposobna sodelovanja tako za politično levico, za sredino, za zelenimi, kot tudi za bolj konzervativnim delom, kajti na tak način dejansko zavzamemo čez nacionalni interes, čez politični interes in dejansko zagovarjamo interes vseh Evropejk in Evropejcev. In s tem se izognemo konfliktom, ki smo, kot rečeno, Evropsko unijo zgradili predvsem kot mirovni projekt, kot odgovor na drugo svetovno vojno, seveda v skladu z gospodarskim sodelovanjem. Hitro pod vprašanje, glede na to, da ste edini predstavnik vlade v tem trenutku tlele. Mednarodni denarni sklad je opravil oceno učinkovitosti vodenja in upravljanja javnih investicij, tako imenovan dokument PIMA je to, ki ni razkrit. Ta vlada ga menda ne želi razkriti, morda veste, zakaj ne. Veliko je očitkov na način, da tudi denar, ki ga dobimo, ne vložimo tja, kjer bi se ga dalo multiplicirati. Če dobiš 1 evro in iz njega 1 evro, nisi naredil nič veliko, ne? Moraš imeti vsaj 1,2 ali 3. Torej, morda veste, zakaj tega dokumenta ni? Seveda, biti evropski poslanec zmanjša možnosti v odnosu do poslanca v nacionalnem parlamentu, zato da dobite podatke. Resnično, iskreno povedano, sem seveda član Socialnih demokratov, ki je članica zdajšnje vlade, ampak vam ne bi znal dati tega odgovora. Je pa res, da smo se tudi v naši pisarni zanimali za te podatke in nimamo še odgovora. Tudi mi bi radi prišli do teh podatkov. Seveda na vaše vprašanje vam pa ne znam ali pa ne morem dati odgovora. Vidim, da gospod Hojs ima odgovor, ja. Ne, jaz bom povedal najprej tisto, kar ste na začetku vprašali. Torej, če rečem morda malo cinično, dlje kot ta vlada bo, dlje bomo neto prejemniki. Torej, vemo, da se neto prejemniki izražajo s tem, koliko je država razvita, ampak jaz mislim, da državljani tega ne zaslužimo. Torej, ne zaslužimo, da smo neto prejemniki zato, da nam gre v državi slabo.
Mi smo na podlagi tega, kar je naš predsednik vlade izpogajal v njegovem mandatu na evropskem parketu, naredili zelo, zelo dober program za infrastrukturne projekte, program za vlaganje v bolnišnice, program za šole in tako naprej. Prva stvar, ko je prišla ta vlada na oblast, so ta program spremenili. Torej, črtali so množico projektov iz zdravstva, tako danes ne gradimo recimo infekcijske bolnice v Mariboru, prenova UKC v Ljubljani se je ustavila, infekcijska bolnica, klinika v Ljubljani stoji. Torej, celo vrsto stvari so zamenjali zato, da so lahko financirali ali pa da financirajo svojo paravojsko, torej nevladne organizacije, z raznimi nebulotičnimi študijami, s tem, da Forbici dobiva, ne vem, 1 milijon evrov za to, da vodi neke skupine nevladnih organizacij. Torej, jaz mislim, da se morajo Slovenci zavedati, da so te volitve tako pomembne tudi za njihov žep, da je potrebno voliti tiste, ki jim že doma v bistvu ne delajo usluga. Torej, treba je voliti druge, ne tiste, ki jim že doma delajo štalo, kot jo delajo. Zdaj, jaz samega dokumenta nimam, mislim pa, da ga v tem trenutku niti ne rabimo dokumenta, ki sprašujete. Poglejte naložbo v, ne vem, Litijsko, poglejte naložbo v železniško postajo Jesenice, torej iz 80 na 180 milijonov, poglejte 10 drugih naložb. Ni še, ampak Litijska pa je že plačana, recimo. In prevzeta. In prevzeta, tako da mislim, da je tukaj Mednarodni denarni fond oziroma vsi tisti, ki so stvari gledali, lahko to iz prve roke ugotovil, kaj je upravičeno in kaj ne. In da zaključim, dejansko je potrebno prisluhniti temu, kar je na eni od zadnjih okroglih miz povedal nekdanji minister Šuštaršič. Jaz ga močno in visoko cenim. On je povedal, da je problem ministrov ali pa problem tistih, ki nekako politično vodijo to politiko ali pa ki sedijo na ministrstvih, to, da jih nihče nikoli ne vpraša po tem, kako so ta denar obrnili. Na koncu leta, oziroma na koncu, bi rekel, fiskalnega leta ali pa na koncu, ko se sprejema zaključni račun, poslanci gledajo, ali je stvar porabljena ali ni porabljena. Popolnoma napačno. Poslanci bi mogli spraševati ali pa zadolžiti ministre, kako so ta denar obrnili. Ali je, tako kot ste vi povedala, iz 1 evra sta nastala 2, iz 1 evra so naredili 3, ali pa morda iz 1, tako kot se je naredili na Litijski, na koncu -2. Gospod Vrtac, vi ste bili tudi minister za infrastrukturo, torej kar nekaj javnih investicij je bilo seveda tudi pod vašim ministrstvom. Verjetno niso šli gledati samo zadnjega pol leta. Je Slovenija slabo porablja evropska sredstva, denar, ki ga dobimo, gre res v cesto samo zato, da je cesta, ali gre v cesto zato, da ta cesta pripelje do, ne vem, ene velike industrijske cone, kjer so podjetja z visoko dodano vrednostjo, tudi to je eden od naših minusov, zelo nizka dodana vrednost na zaposlenega, 20.000 evrov približno nižja od povprečja Evropske unije in več kot enkrat nižja od recimo sosednje Avstrije. To je tista stvar, na kateri želimo delati. Se slabo porablja denar, tudi morda zdaj po lanskih katastrofalnih poplavah. Vi ste imeli tudi izredne seje na to temo, kaj vse je šlo recimo v program obnov. Jože Podamjan je rekel, da se tudi obnoviti na način, da se ti stvar multiplicira, ne samo obnovi. Torej, ali dobro vlagamo evropske milijone? Vlagamo in jaz mislim, da smo v naših mandatih vse porabili, kar smo imeli na voljo evropskih sredstev, se pa strinjam z vami, da je tukaj problem ta multiplikator. Absolutno je multiplikator v kolesarsko omrežje zelo nizek, da se bo to obrnilo, ne vem kolikokrat not, ker noben ne plačuje tam cestnine. Enako velja za železniško infrastrukturo. Moram pa se razočarati. Omenili ste cesto in evropski denar. V ceste ne gre evropski denar, ker imamo pač taka pravila, da se cestnega omrežja ne sme več financirati z evropskimi sredstvi. Mi smo to predlagali skupaj z gospodom Černačem, da bi tretjo razvojno os gradili z evropskimi sredstvi. Tukaj bi bil multiplikator, ker bi bila vinjeta, pa plačevanje, pa cestnina, absolutno. Ampak so tudi taka pravila strani Evropske komisije, da ta multiplikator ne doseže takšnih vrednosti, kot bi jih lahko sicer. In tukaj se strinjam, nekdo je prej omenil, sogovornikov. Lejte, mi imamo Bolgarijo in imamo Nemčijo. Ena živi v kapitalizmu in dobrinah 50 let, druga pa živi 20-30 let. In zdaj primerite te dve državi. Ena nima niti razvitega avtocestnega omrežja, enega pa ima že 60-70 let. Tam se vlaga. Imamo izjeme. Se pravičujem,
tam se vlaga. Nemci rečejo, da bomo samo še denar v železniško omrežje, oni pa nimajo v Bolgariji niti za ceste. In tukaj je problem tudi glede razvitosti v Sloveniji. Jaz mislim, da bi mogla tukaj Evropska komisija ne gledati tako pavšalno, da bomo samo še v železnice, ampak tudi v cestni razvoj, v cestno infrastrukturo evropska sredstva. Na ta način bi bil multiplikator tudi večji. Kar se tiče še ostalih, bom govoril z mojega področja, porabljenih sredstev, tukaj je izjemen multiplikator tega bi bil v energetiki. Moramo pa se zavedati tega dejstva, ne, da smo pri nas v tej državi pa preveč zbirokratizirani. Zaradi tega, ker preden bi lahko mi vlagali evropski denar v določeno energetsko področje, bodi si vetrno polje, hidroelektrarno, karkoli, ti časovna dimenzija kohezijskega obdobja mine, da ti dobiš gradbeno dovoljenje, ne? Pa dovoljenje za postaviti karkoli, da se ti bi to sploh izplačalo. Evo se pogovarjati o tem, da mi imamo 2 vetrnici, da imamo pomote, pa da... 3 imamo, ja. Ampak da imamo recimo pa še vedno v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja Mokrice, ne, hidroelektrarno, že od leta 2017. In zdaj pa vi, to so 2 kohezijski obdobji, ne, da ne bo pomote. Zdaj pa vi povejte, kako planirati porabo, da bo 1 za 1 multiplikator, recimo 1:2, kakorkoli, multiplikator evropskih sredstev, če imamo res birokratiziran sistem planiranja infrastrukturnih in energetskih projektov. Velik multiplikator blaginje pa so absolutno zdravstvene ustanove, kamor so pa bila, kako je govoril Aleš, ne, so pa bila vložena, to se spomnim, ko smo se vsak minister boril za svoj resor, jaz sem se boril čim več za infrastrukturo in energetiko, spet minister za zdravje v zdravstvo in se spomnim, koliko se je meni vzelo, da je šlo veliko v zdravstvo tudi zaradi covidne situacije. Pravi, te multiplikatorje treba imeti tudi malce z rezervo, zaradi tega, ker multiplikator lahko tudi to, da imamo mi urejen zdravstveni sistem, ki ga zdaj nimamo, da imamo prenovljene bolnišnice, stavbe, zdravstvene ustanove. Ne? Gospa Freli. Ne vem, če ste danes opazili v Necenzurirano, jaz sem to videla že zjutraj, podatki IMF-a, da bo Slovenija do leta 2029 prehitela Italijo. Po BDP-ju, Novo Zelandijo, in da se bo približala Franciji, tako da po temu sodeč se Sloveniji ni kaj bati. Jaz mislim, da glavni problem Slovenije je, da se mi v te ozke razprave osredotočamo, koliko časa bomo še evropski prejemnik, kot en junkie, ki se sprašuje, koliko časa bo še dobavitelj mu dobavljal drogo. Mi se moramo kot majhna država priključiti na vse te gospodarske tokove, ostati neutralni, pragmatični, kajti v poslu je glavni pragmatizem. Tako da treba se priključiti na te nove smernice na vzhodu, nastaja nova sila, BRICS, Kitajska, Rusija, Indija, kjer BDP raste, tudi IMF, recimo, če pogledamo ruske gospodarske kazalce, sankcije so jim očitno koristile. Po podatkih IMF bo imela BDP leta 2024 3,5, Slovenija 0,54, če se ne motim. Tako da mi bi mogli nekako v Evropi vzpostaviti mir, ker Evropska unija je bila vzpostavljena na vrednotah miru, ne vem, o kakšnih vrednotah gospod Vatovec govori, ko govori o Ukrajini. V Ukrajini se krši vse, od svobode govora, svobode tiska, verske svobode. Zdaj so bili pravoslavni prazniki, pravoslavcem so jih vlekali iz cerkve. Matjaž Nemec zelo dobro ve, kako je v Ukrajini, vsaj včasih je to zelo dobro vedel. Tako da mi bi se mogli priključiti na te nove gospodarske premike. Center globalnega upravljanja in gospodarske moči postaja Kitajska, tako da edina pametna država v Evropi je Madžarska, ki nekako spretno plove v teh tokovih, se povezuje z Združenimi državami Amerike. Viktor Orban je edini predsednik, ki ima stike z najverjetnejšim bodočim predsednikom Združenih držav Amerike, Trumpom. Tako da vzpostavljajo se popolnoma neke nove smernice in mi v stranki Resnica smo za gospodarski pragmatizem in za suverenizem Slovenije kot male države, ki se mora povezovati
z vsemi globalnimi centri moči vojne v Ukrajini bo enkrat konec. Kaj bo pa gospod Vatovec takrat povedal? Tako da, gospod Hojs. Ja, morda samo to, kar je povedal gospod Vrtovec. Mislim, da je zelo pomembno, ko govorimo o teh multiplikatorjih ali pa o tem ocenjevanju, nekako vsi pozabljamo, kaj je pravzaprav največ vredno. Največ vredno je človeško življenje. Ne? In ko smo mi se odločili, da bomo vlagali v bolnice, v ustanove za ostarele, v dolgotrajno oskrbo, recimo, ne, smo imeli ravno to pred očmi, da je pač potrebno poskrbeti za slovenskega državljana. Vse to so seveda v novi koaliciji skenslali, predrugačili, danes imamo 4 mesece ali pa 5 mesecev zamude pri dolgotrajni oskrbi, nič od tega. Pa da sem čisto konkreten, sam sem leta 2008 po odločitvi druge vlade gospoda Janeza Janše vodil uvedbo vinjet, torej uvedbo zamenjave cestninskega sistema. Veste, kaj je bil največji dobrobit tega sistema? Ne to, da so ljudje hitreje prišli na avtocesto ali pa da so hitreje prišli iz kraja v kraj. 100 življenj na slovenskih cestah od takrat umre manj. Torej, jaz mislim, da vkolikor bi se vsi zavedali tega, da je najpomembnejši faktor človeško življenje, ne bi razpravljali o tem, ali je, bi rekel, potrebno kupiti Litijsko ali pa ne. Bi se pogovarjali o tem, kako bomo tisti denar vložili v infekcijsko bolnico v Ljubljani. No, je pa tudi potrebno dobro živeti, da je to življenje sploh nekaj vredno, ne da si brez hrane bombardiran in brez vode. Da, mogoče še to, ker je to pa res pomembna stvar tudi za vse, ki nas gledajo, torej kako in na kakšen način porabljamo denar, ki ga uspemo pripeljati v Slovenijo iz perspektive spodaj navzgor. Torej, prej je bilo nekaj že omenjenih dejstev, torej mi smo še vedno prejemnica, ampak težava nastopi že v samem pogajanju, zakaj bodo ta denar namenili v državi. Torej, mi ves čas govorimo, da je pravzaprav Unija nekako zlobna, da nam vsiljujejo neke stvari. Veste, v resnici ni čisto tako. Ne? V resnici je to, da se mora vlada in tisti, ki so v Republiki Sloveniji, zavzeti za določene prednostne osi in jih potem tudi znati zagovarjati. Tukaj imamo mi velike težave. Mi tukaj samo pobiramo direktive in to prepekopiramo in prenašamo v slovenski prostor in potem se znajdemo v težavah. Seveda mi nekaj obljubimo, tudi radi počnemo, tudi v NATO nekaj podobnega, ne? Se pa mi nekaj obljubimo, potem pogotovimo, da to obljubo ne bomo mogli realizirati ne v času in ne v obsegu, kot pravzaprav smo mi dali zavezo. In če se zdaj vrnemo čisto izvedbeno raven, torej v občinah zelo veliko denarja evropskega občine realiziramo v Republiki Sloveniji. Če jih ne bi imeli, potem bi imeli mi velik problem, kako sploh porabi denar, ki ga dobimo v našo državo. Torej, zgodi se nam, da imamo mi celo plejado pripravljenih projektov, s katerimi mi pravzaprav nimamo se kam prijaviti in na kaj kandidirati. In ti projekti niso iz trte izviti, to so potrebe ljudi danes tukaj v Republiki Sloveniji. Veste, mi vemo, kaj potrebujemo, ko živimo z ljudmi. In tle je ta gap oziroma ta razlika, ki nastane, je zelo neprijetna. Torej, mi potrebujemo vmes, vlada bi morala imeti nek korektivni element tudi v evropskemu poslancu, da bi lahko pravočasno nadzoroval, kaj se pravzaprav dogaja in morda pravočasno opozoril na te stvari. Potem pa pridemo seveda v veliko časovno stisko in kaj se zgodi? Hitimo z nekimi projekti, povečujemo pritisk na inflacijo, dobimo manj za več oziroma več denarja porabimo, pa dobimo manj za to in na koncu ne dobimo tistega, kar pravzaprav potrebujemo. Seveda vse porabimo, v redu, ampak učinek, ko ste ga prej omenili, z vidika multiplikacije pa nikakršen. Zato tudi je bil eden izmed vzgibov za mojo kandidaturo. Želim biti zraven, ker ne morem pristati na dikcijo, da je Evropa tista, ki vse dirigira. Treba je biti aktiven in izposlovati določene stvari tudi za Republiko Slovenijo pravočasno. Potem je zelo težko. Pod vprašanje za vas, prej ste tudi vi omenili, premalo vlagamo v raziskave in razvoj, to seveda nam tudi znižuje produktivnost, smo na 82% evropskega povprečja. Vi imate v Kočevju kar nekaj firm, ki imajo ogromno dodano vrednost zaposlenega, če pogledamo slovensko povprečje. Jaskava spet še en nov temeljni kamen, hvala Bogu, Sando, Novartis, torej v tem času se nam kar nekaj dobrih novic, kdorkoli že je zaslužen za to. Kako to še spodbuditi? Zakaj ne vlagamo več? Slovenija ima 2,15 BDP-ja vlaga v raziskave. Cela Evropska unija približno 2,6. Najboljše članice nekaj več kot 3, Amerika okoli 5, Kitajska še več. Torej, kaj narediti, da tudi Slovenija, ki je pod povprečjem, to da tudi v to, da se nam bo morda ne čez leto, ne čez 2, ampak čez 5, čez 10
poznalo in imelo multiplikativne učinke, ki smo jih že toliko. Torej, zakaj, če vam samo odgovorim to čisto konkretno vprašanje, ki ste ga naslovili. Torej, zakaj se je SKAB odločila, da je prišla v Slovenijo in naprej tudi v Kočevje? 3 razlogi so. In nobeden izmed njih ni poceni delovna sila, torej oni iščejo kvalitetno izobraženo delovno silo, ker se zavedajo, da je delavec največji kapital vsakega podjetništva, ki je seveda izobražen in sposobljen in tako naprej in tudi dobro plačan. Ne? To je en razlog. Drug razlog je, da je predvidljivo neko okolje, tudi neka politična stabilnost, le seveda se da debatirati v Sloveniji, pa vendar. Ne? Je recimo kot člani Evropske unije, kot člani NATO in tako naprej so neke garancije, da smo funkcionirajoča demokracija, čeprav je zelo živahna demokracija, če me ne vprašate, mogoče malo preveč. Kar vidimo momente. Tudi danes. Tako, to je drugi razlog. Ne? In tretji razlog je tudi naša geostrateška aleja, ki jo lahko s pridom izkoristimo v tem kontekstu. In to so naravne danosti, ki bi jih morali še bolj potencirati in še bolj, bom rekel, porivati v spredje. Jaz zelo pogrešam recimo zelo aktivno dejavnost na področju gospodarske diplomacije in še česa. Mi imamo kaj ponuditi v Sloveniji. Se mi pa zdi, da na nekih točkah je to malo podcenjeno oziroma se kar dajemo pravzaprav v nič. Ni razloga, zakaj bi se dajali in smo lahko uspešni in smo lahko prodorni. Lepo ste našteli recimo teh paradnih konj, ki funkcionirajo fantastično in katerih dodana vrednost je večkratnik slovenskega povprečja. Gospod Nemec, rekel je, rabimo tudi korektiv v Evropskem parlamentu, torej da bo denar šel res v prave namene tja, kjer bomo dejansko si nekaj tega. Evropski parlament nadzoruje finančne tokove, sicer z omejenimi pristojnostmi. Ta se predvsem nanaša na evropski budžet oziroma budžet, ki ga upravlja Evropska komisija. Včasih uspešno, včasih ne. Ampak dejansko si prizadevamo celoten Evropski parlament, da bi ti postopki bili čim bolj transparentni. Jaz v današnji razpravi čutim kar nekaj paradoksov, ampak to je paradoks v naši družbi. Na nek način govorimo v statističnem smislu, kako bomo dohiteli nekoč najbolj razvite, po drugi strani pa govorimo, da naš evro dejansko ni multipliciran na dovoljšni meri, kar je prav. Zaradi tega, ker moramo biti kritični in se zgledovati predvsem po najboljših, tako kot je recimo sosednja Avstrija. Po drugi strani, iz perspektive poslanca v Bruslu, moram reči, da sem zelo ponosen na Slovenijo. Veliko smo naredili. In dejansko lahko črpamo svoj motiv predvsem v pozitivnih zgodbah. Seveda lahko še boljše naredimo. Glede inovativnosti. Vlada, ki je daleč največ investirala v 30-letni zgodovini, v inovacije je bila Pahorjeva vlada, ne boste verjeli. Tudi zdajšnja vlada se preko Ministrstva za gospodarstvo, predvsem za vstopom v Evropsko vesoljsko agencijo, tudi zato, da bi slovenska podjetja, ki imajo izjemno dodano vrednost, kot je na primer Davesoft in mnoge druge, skozi Evropsko agencijo, ki dejansko veliko investira zdaj ravno to, da bi dohitela najrazvitejše. Torej, na nek način se lahko prodamo v sodi in dejansko kritiziramo vsako našo potezo, na drug način pa govorimo, da bomo do leta 2029 vsake tisto, kar se tiče GDP per capita, ulovili Italijo, ki velja še vedno za eno močnejših gospodarstv, vsaj v okviru G20. Torej, prehiteli Španijo. Želel bi, da recimo bi našo kritiko predvsem investirali v nekaj pozitivnega, ne pa v nekaj negativnega. Kajti imamo vse razloge za biti pozitivni tudi za naprej, kar se tiče slovenskega gospodarstva. Gospod Feratovič, torej raziskave, razvoj, kam, katera smer je tista prava? Biofarmacija je recimo stvar, ki očitno zelo pri nas uspeva, ne? Velike naložbe v Ljubljani, v Lendavi, v Mengšu. S temu se priključujejo tudi manjša podjetja, naprimer Labena in podobno, ki so nastala tudi zato, ali pa kaj so Klingrad, ki je bil izbran za najboljšega dobavitelja Pfizerja ali ne vem kaj. Torej, v katero smer ne moramo biti najboljši v raziskavi in razvoju povsod. Treba se kot mala država v neko stvar fokusirati. Torej, zapirate kam? Kaj je tisto, kar imamo dobro? Zdaj, tukaj bi se navezal na eno trditev gospoda Nemca, da je bil pač proračun za raziskave in razvoj najvišji pod Pahorjevo vlado. Potem je kasneje prišel ZUJF in je prišlo praktično do prepolovitve vsega financiranja v raziskave in razvoj. In to se je opustilo šele, mislim, da po letu 2019. Ne. Torej, imeli smo skoraj desetletje stagnacije in zdaj tukaj govorimo tudi precej o pomanjkanju kadra, o tem, da je pač treba dobiti pravilno usposobljene ljudi. In tukaj se to zelo, zelo močno pozna, zato ker naši raziskovalci trpijo ogromno pomanjkanje in treba je recimo gledati
ogromno dobrih razpisov, ogromno dobrih predlogov za neke osnovne raziskave, za raziskovanje je zavrnjenih vsako leto, preprosto zato, ker ni dovolj sredstev. Ko pogledate razpis, ne, so razlike minimalne, se pravi, govorimo res o majhnih razlikah med projekti in seveda imamo na desetine kvalitetnih strokovnjakov, ki preprosto jih pač ne spodbujamo, jih ne financiramo in seveda, ko pač nimaš kadra, kam boš pa pač vlagal oziroma in tukaj je ogromna siva pega, torej izgubili smo celo desetletje. Do znanosti se je pač država odločila ravnati mačehovsko in smo pač odrezali ogromno sredstev in zdaj tudi recimo hočemo graditi novo jedrsko elektrarno. Ogromno strokovnjakov opozarja, kje bomo dobili kader. Najbolj zanesljiv kader, kar ga lahko dobimo za že trenutno so dejansko Hrvati, zato ker za njih je pač ta razlika v plači, čeprav počasi že kupnine je bila pač dovolj velika, da so se odločali pač za vpis in za izobraževanje v tej smeri. Ne. In zdaj za novo jedrsko elektrarno potrebujemo še 700 strokovnjakov. Ne. Mogoče zato odlagamo z gradnjo, da jih izobrazimo v tem času. Hitam se. Ja, izvolite. Mi imamo res v tej državi obilico res vrhunskih strokovnjakov, prodornih ljudi. Jaz jih kar veliko srečujem nazadnje dol na občinskem prazniku občine Ajdovščina, inovatorji, ki skozi razmišljajo, kako delati razvojne preboje. Problem pa je, da se oni tudi skozi ta odnos, ne, kot podjetniki, ta odnos, ki ga ima država, mnogokrat do gospodarstva, počutijo zelo nelagodno. Ne. Eno so denar z naslova inovacij, da gre do njih, ne, se pravi, da pride do njih na podlagi razpisov, ideje. Ne. Se bodo pošteni, tudi v Ameriki so tehnološko razvojna podjetja nastala tudi s pomočjo države, da ne bo problema tukaj. Ne. Se pravi, na podlagi ideje, s pomočjo države, pride potem do teh podjetij in višje ravni tudi visoke tehnologije in tako dalje. Ampak mi moramo tudi spostaviti naravno dobro poslovno okolje. Če mi te ljudi dušimo s prekomernimi davki, namesto razumnimi davki, s prekomernimi davki, in to se zdaj, se pravčujem, ampak tudi pod to vlado to dogaja, ne? Če mi te ljudi dušimo s birokratskimi ovirami, potem bodo priložnosti iskali drugje. Bo šel na Hrvaško, ker ima nižjo obdavčitev, bo šel na Hrvaško, ker ima lahko manj birokratskih ovir, ali pa v drugo državo. Se te ljudje lahko jutri se preselijo v Združene države Amerike. In če jih mi želimo tukaj, recimo, zadržati, potem je treba najprej spostaviti stimulativno poslovno okolje, da bo te ljudje tukaj ostajali. Lažje zaposlovanje, nižja davčna bremena, torej razumni davki, odprava birokratskih ovir od A pa do Ž, ne? Prej smo že našteli in jih je ne para. Ne? In potem seveda tudi z državnimi spodbudami. Ne? Jaz mislim, da edina stvar, ki ti jo nihče ne more vzeti, je znanje, ki ga imaš ti sam. Vse ti lahko poberejo, ne? Hišo, avto, vse, samo znanje tega ne more nihče vzeti. In res se mora država potruditi, da tisti ljudi, ki imajo znanje, pač zadrži tukaj, ker oni bodo šli drugače stran. Z različnimi ukrepi, tudi z višjim proračunom, se strinjam absolutno na evropski ravni, z višjim proračunom za inovacije. Je pa res, da je bila ravno kar narejena raziskava, samo 6% Slovencev je dejansko pripravljeno iti živeti v tujino, ker smo vseeno očitno radi zelo komodni. Ker imamo zelo lepo državo, in imamo blizu vse, tako da... Se lahko navežem še na neke druge številke, ker se mi zdi, da se zdaj vrtimo kot mačka okrog vrele kaše. Zakaj birokracija pri nas ne deluje? Dva glavna razloga sta. Ena je nesposobnost in lenoba. To župani zelo dobro vejo, ker ko se napove revizija Evropske komisije, da kako stojimo z evropskimi sredstvi, potem se vsi razpisi čez noč dobijo kljukice, drugače imamo težavo pri medresorskem sodelovanju enormno veliko. Druga, ta vrela kaša je pa korupcija. Tukaj smo v samem vrhu pri, bom rekel, po vseh lestvicah v Evropski uniji. Zakaj? Tudi tu del odgovora tiči, zakaj ne raziskave in razvoj, zakaj, bom rekel, infrastrukturni projekti. Logično, na raziskave in razvoj je težje primakniti svoj lonček kot na nekaj, kar se gradi. In dokler ne bomo mi teh stvari podelali, smo v katastrofalnem stanju. Glejte, zdravstvo zdajle.
Zdravstvo je na najslabši točki v vsej svoji zgodovini. Razpada nam pred očmi vseh. Po drugi strani pa vemo, da je bil v zdravstveni sistem lansko leto iz proračuna spuščen rekordni transfer. Kje je tukaj logika, ne? In tukaj se nam dogaja. Odstotek BDP-ja ostaja isti, a ne? Odstotek, ja, ampak kar je nižji kot avstrijski. Odstotek, ja, ampak so se tukaj številke dvigne. Seveda, hvala Bogu nam BDP, ampak tako je to, ampak storitev ni boljša, staranje, vse skupaj. In tukaj se moramo vprašati o tem, kar smo tudi prej načeli, kje je prihodnost Evropske unije. Jaz trdim, tako kot je trdil bivši vicekancler Erhard Buzek, avstrijski, v regionalnem povezovanju in v iskanju stvari tukaj. Glejte, pri nas še en nivo manjka. Pri nas se 19% vseh javnih sredstev samostojno odločajo lokalne skupnosti, kako bodo denar porabile. Smo izredno centralizirana država, 81% odloča o tem Ljubljana. Zakaj ne regiji? Zakaj? Povprečje Evropske unije je 33%. Zato tukaj zaostajamo. Kar je tudi stališče SBC-ja, da bi bila potrebna. Seveda, imamo tukaj tudi v Evropi prihodnost. Glejte, razlike so po državah enormne. Glejte, neka Češka, Praga z okolico je večji GDP kot Štokholm. Podeželje Češko je pa 2 koraka za slovenskim. In naslednja stvar v Evropski uniji, kar bi bilo treba narediti, je, da razmišljamo izven okvira nacionalnih držav in da povezujemo oziroma da razvijamo to kohezijo oziroma kohezijsko politiko na ravni regij. In tukaj ima Slovenija svojo nalogo za narediti, marsikatera država, ki zdaj zaostaja, tudi svojo nalogo. In če bomo mi govorili tukaj o nekih koncentričnih krogih, ki se morajo bolj razvijati, pa bolj ne, potem zanikamo to, kar je temeljni gradnik Evropske unije in to imamo zapisano v pogodbah, to je se pravi subsidiarnost in solidarnost. In potem blaginja izginja. Poleg demografije, poleg vsega, poleg izjemno katastrofalnih številk, ki smo jim priča. Samo še ta podatek pa zaključim. Glejte, Slovenija zaradi demografskih številk v prihodnjih 30 letih izgubi 270 000 ljudi. To je več, kot sta nam jih vzeli obe svetovni vojni skupaj. Kako bomo to? Bomo nadomestili to vse z migranti? Kdo od migrantov bo obranil slovensko mejo in kdo bo obdeloval slovensko zemljo ob meji? Malo kdo. In tukaj so veliki problemi, s katerimi se moramo spopadati in regionalizacija je dejansko eden izmed odgovorov, kako. Ja, jaz se strinjam, da ima Slovenija izjemne strokovnjake, ampak te izjemne strokovnjake po večini sedijo v nekih ameriških laboratorijih, na Harvardski univerzi in tako naprej. Mi govorimo tle o nekem vzpostavljanju inovativnega tehnološkega okolja. V prvi vrsti bi mogli poskrbeti, da ti mladi raziskovalci ne bi odhajali v tujino, prekarno delo, stanovanjska problematika, zdaj bom zvenela zelo populistično, ampak dejstvo je, da pač mladi ljudje odhajajo od Slovenije, zato ker tukaj nimajo osnovnih pogojev za življenje. Zdaj pa, če se navežem še na razvoj Slovenije, jaz sem se ta vikend na obali srečala z nekimi poslovnežami iz Frankfurta, ki je bil popolnoma zgrožen nad tem, kar se dogaja v Nemčiji. Dejal mi je, da pač so Nemci popolnoma zgroženi, kaj se dogaja z njihovim gospodarstvom. Nemško gospodarstvo je na kolenih zaradi pomanjkanja energentov oziroma dragih energentov, kemična industrija propada, avtomobilska industrija se seli na Kitajsko, poleg tega prihaja do odtoka kapitala. Kako bomo mi ustvarjali Evropsko unijo, če gonilna sila Evrope, kar Nemčija je, kapital vlaga kam? V Združene države Amerike, kjer je energija cenejša, poleg tega je ogromno možnosti in s tem evropski kapital oziroma nemški kapital rešuje ameriška delovna mesta, ustvarja krepi dolar in skrbi za dolar kot ohranjanje dolarja kot rezervno valuto. In to v ta status je Evropo so spravile Združene Amerike, ker Združene države Amerike pač skrbijo za uresničevanje svojih nacionalnih interesov, tudi gospodarskih. Evropa pa pač ne zna poskrbeti za svoje gospodarske oziroma nacionalne interese. Kar še bolj tragično v tej zgodbi je, da je Slovenija popolnoma odvisna od nemškega gospodarstva. Mi smo izdelovali rezervne dele za nemško industrijo. To ne bo več potrebno, kajti nemška industrija je večino svoje proizvodnje preselila v Združene države Amerike in na Kitajsko. V Združenih državah Amerike se nam lahko smejijo, dosegli so to, kar je bil prastrah. Razbili so sodelovanje med Evropsko unijo in Rusijo. Ko sem bila
To si omenila Katarina na začetku, da sem bila dolga leta v Rusiji. To so bila zlata leta tako za Evropsko unijo kot za Rusijo. Jaz sem se redno udeleževala vrhunskih zasedanj Evropske unije in Rusije, ki so potekali enkrat v Evropi, enkrat v Rusiji. In Evropa je takrat cvetela zaradi poceni ruskih energentov. Tako da jaz mislim, da Evropa bi ponovno morala postati celina miru in se povezovati z vsemi velesilami na vzhodu in druge. Še gospod Nemec, potem pa imamo zadnjo vprašanje. Želel sem samo intervenirati na intervencijo kolega Balažiča. Jaz se več kot strinjam s tem, kar je povedal glede regionalnega povezovanja. Zakaj sem želel besedo? Zato, ker sem kot evropski poslanec ravno na tem projektu delal. Jaz sem s komisarjem Schmidtom, ki je mimogrede alternativa socialistov in demokratov za politiko konzervativne desnice, torej von der Leyenove, organiziral zelo pomembno okroglo mizo skupaj z gospodom Jevškom, ki že obraduje sadove. Mi smo za kolegi evropskimi poslanci obiskali večina mej, ki jih ima Slovenija, torej vseh 4 države. Zakaj? Zaradi tega, ker se mi zdi dobro nadgraditi to misel. Mi imamo kar nekaj težav, ne samo v Sloveniji, zaradi tega, ker nimamo regij v sodelovanju z ostalimi pokrajinami ali pa regije v bližnji soseščini. Drugi problem pa je v tem, da v izogib centralizacije, ki se ne dogaja samo v Sloveniji, praktično centralizacija se pogaja širom po celotni Evropi, smo si izmislili en koncept, ki se dejansko v Evropski uniji prijema. In nastal je, bom rekel, kot plod moje osebne izkušnje življenja ob zahodni meji, torej z Italijo, katere so generacije Primork investirale v odnose za Italijo. Danes pa imamo naslednje leto en izjemen projekt Evropske prestolnice kulture Gorica in Nova Gorica kot, bom rekel, jagoda na tej torti sodelovanja. Tisto, kar se mi zdi izjemno pomembno, je to, da imamo 135 milijonov Evropejk in Evropejcev, ki živi 30 km od meja. Mi se soočamo z izjemnimi izzivi, kajti že nacionalna zakonodaja onemogoča, recimo, da bi italijansko-slovenski par bil upravičen do otroškega dodatka. Torej, konkretno podpiram besede, kajti tudi sam sem iniciator teh zamisli, da tako je močna Evropa, kot jo živimo ob mejah. Kajti na lastni koži sem to občutil. Torej, kot odgovor na centralizacijo je odgovor v regionalnem povezovanju. Torej, in tudi v reševanju problematike, ki se zdijo mogoče bilateralne, ampak jih bi preusmerili v reševanje v Bruslju, torej da bi se na nivoju komisarjata in posameznih držav članic oziroma njihovih prestolnic reševalo težave, ki so nastale zaradi različnih nacionalnih zakonodaj. In še zadnji stavek, če mi je dovoljeno, velikokrat smo kritični do Evropske unije. Ampak, če smo konstruktivno kritični, moramo izhajati iz zadeve, da je ta projekt nastal ponovno rečeno kot miroljubni projekt v smislu gospodarskega sodelovanja. Tisto, kar se moramo zavedati, je, da ta projekt je še vedno v nastajanju. In naši očetje in matere tega izjemnega projekta seveda so nam pustili izjemno dediščino. In na naši generaciji je, kako bomo nadaljevali za izgradnjo tega izjemnega mirovniškega projekta. Torej tako geografsko, kot tudi vsebinsko. Za širitve Evropske unije na Zahodni Balkan in tudi na Bližnji vzhod, če želi, oziroma na vzhod, ter seveda, da jo bomo okrepili tudi vsebinsko, kot tudi finančno. In to je, bom rekel, predvsem priložnost te generacije. Zdaj pa za konec za vse isti 2 vprašanji, pa prosim kratko in jedrnato. In sicer prvo, prej gospod Hojs omenil von der Leyenovo in njeno ponovno kandidaturo za predsednico. Običajno špicen kandidati na koncu niso bili tisti, ki so bili. Omenja se gospod Plenković kot možen kandidat. Torej, vprašanje za vse ena. Kaj bi za Slovenijo pomenilo, če bi bil gospod Plenković predsednik Evropske komisije? Ali je to za nas, predvsem z gospodarskega stališča, to dobro ali slabo? To je prvo vprašanje. In drugo vprašanje, imamo kandidata za evropskega komisarja, ne bomo se spuščali v to, kdo je, morda bo, morda ne bo, pa vendarle vprašanje spet za vse vas. Kater resor bi bil najboljši za nas, da imamo mi od tega v svojem žepu, ko greš v trgovino, ko živiš tukaj največ. Torej, Plenković plus ali minus, kateri resor naj bi vzel slovenski komisar? Začnemo tukaj. Plenković na kratko minus. Ne bi o zgodovini in torej za Slovenijo minus, ok? Ja, kar se pa tiče resorja, zdaj imamo kandidata, ki je sicer specializiran za revizijo in za upravljanje javnih financ. Tako da za Slovenijo bi bilo morda koristno, da se ga alocira na nek resor, ki je za to odgovoren. Zakaj? Tudi zato, ker je Slovenija po
število javnih naročil, ki so dodeljene samo enemu ponudniku, ker je samo en kandidat. Ker je samo en kandidat rekorderka. Torej, hkrati smo najslabši v dolžini trajanja. Druga država za nami se mi zdi, da je Poljska, potem je Cipar, potem pa dolgo ni nobenega drugega. Imamo pač ogromno neurejenega in se mi zdi, da če začnemo tukaj od zgoraj dol, ne? Malo urediti, kako se sredstva alocira in pač kakšne vse problematike se tle počnejo, bomo tudi bolje živeli. Glede na javno ponujenega kandidata se strinjam za to isto vsebino. Sicer, če bi lahko izbiral znova, se mi zdi, da je največji izziv energetika. Kar se tiče pa gospoda Plenkovića, jaz mislim, da Republika Slovenija in Republika Hrvaška imata izjemno dobre odnose, če izvzamem predvsem tiste obmejno nesposobnost reševanja obmejne problematike ter nekaterih drugih vprašanj. Tisto, kar bi gospod Plenković mogoče zaradi njegove, predvsem hrvaške nacionalne drže, lahko zamudil kot nek evropski politik, je predvsem širitveni proces na Zahodni Balkan. Ta se mi zdi predvsem zaradi hrvaške agende, to dejansko se soočam s svojim delom vsak dan, je hrvaška agenda tako močna, da bi neposredno vplivala predvsem na odnose za Srbijo ter seveda za Bosno in Hercegovino. Z ostalimi pa mislim, da Hrvati imajo korekten odnos. Kar se tiče Tirana, so nas zelo povozili, tako da smo pa zdaj uspeli pri medu. Torej, jaz mislim, da imenovanje gospoda Plenkovića bi definitivno imelo implikacije na Zahodnem Balkanu. Jaz mislim, da tega dodatnega razgrevanja strasti ne potrebujemo ta trenutek. Je pa seveda tudi treba povedati, da pomembno bo, kako bomo mi pravzaprav bili aktivni v tem zgodbi. Zdaj vse čas iščemo spet neki izgovor, bo nekdo imenovan, pa se bomo mi nekaj zdraven dali. Jaz pogrešam dejansko stališče Republike Slovenije znotraj Evropske unije. Vrniti moramo Sloveniji malo več dostojanstva v tej zgodbi in ne samo slediti enkrat levo, enkrat desno. Ampak vendar se strinjam, to ne bi bila dodana vrednost. Tudi ne gojim nobenih pričakovanj, da bi gospod Plenković kaj naredil za Slovenijo. To bomo biti pošteni. Tle mislim, da so ta pričakovanja previsoka. Kar se tiče resorja, bi bil za infrastrukturo. Zato, ker mislim, da na tem področju imamo ogromen primanjkljaj, menim tudi, da je naša geostrateška lega skrajno pomembna in morda bi bil to impetus, s katerim bi kakšne stvari pa le premaknili v naši državi z mrtve točke, ker tukaj se pravi, spet smo pri ljudeh, ni samo resor dovolj, se pravi, mi si lahko tudi spogajamo super resor, pa vprašanje, kako bo človek dorasel tem izzivom, ki jih mora izpeljati. In še ena misel, to se mi zdi zelo pomembna, ves čas, seveda mi vemo, da ko nekdo postane evropski komisar, da postane evropski uradnik. Veste, ampak zdaj že 20 let predajamo Evropsko unijo na FDV-ju, pa smo še malo analizirali potem, kako ti komisarji delujejo. Zanimivo je ugotoviti, da ne glede na to, da nekateri komisarji prihajajo iz močnih držav, zelo natančno poskrbijo tudi za to, kaj se v tej državi dogaja. Slovenski so pa žal v tem delu pač samo birokrati. In jaz pogrešam več učinkovitosti, več jasne drže. Veste, tukaj treba biti res malo bolj proaktiven. In še enkrat se vračam, vrniti moramo sebi dostojanstvo v Evropski uniji. Tega danes ne zaznam. Torej imamo Kovačeva kobila, je bosta velja za nas. Gospod Hojs? Ja, najprej se moram seveda absolutno strinjati z županom. Torej, naši komisarji so bili več kot zgolj neuspešni evropski birokrati, daleč, da bi poskrbeli kaj za Slovenijo. Kar se tiče gospoda Plenkovića, imam podobno mnenje, naša stranka dobro sodeluje z njim v vseh dosedanjih meddržavnih zadevah, so nas močno, če rečem po njihovo, nadmudrili, tako da sam nekako ne ocenjujem, da bi bil on, bi rekel, kaj zelo primeren kandidat za naše razmere. Tudi mislim, da je konec koncev Hrvaška malce vseeno premajhna, tako da on ne bo evropski oziroma predsednik komisije. Kar se tiče pa aktualnega kandidata za evropskega komisarja, ki je najavljen, moram reči pa, da je seveda predlog škandalozen, tako pristranskega predsednika Računskega sodišča v zgodovini še nismo imeli. Jaz verjamem, da bo doživel enako usodo, kot jo je doživela gospa Alenka Bratušek. Če pa bi mogel zbirati, katero resor bi izbral, pa je gotovo po moje najbolj pomembna v tem trenutku naša varnost in seveda je nujno, da se Evropska unija razširi na Zahodni Balkan, zato se mi zdi, da bi bil najbolj koristen v tem trenutku komisar, ki bi ga dala Slovenija, in sicer komisar za širitev. In če sem mal, bi rekel, iskren, moram reči, da tukaj pa, glede na to, da vemo, da aktualna vlada imenuje komisarja, torej opozicija nima nič pri temu, ampak glede na to, da je to seveda zdaj v rokah leve sredine, bi po moji oceni bil najbolj primeren Borut Pahor.
ki pa ravno kar kandidira za eno drugo funkcijo. Bomo videli, če jo bo dobil. Ja. Katarina, če dovolite, jaz bi pa najprej za par minut se ostala prav sedanji predsednici Evropske komisije von der Leyenovi. Dajmo se osredotočati. Sem to končam. Von der Leyenovi, aktualna predsednica Evropske komisije, je upletena v korupcijsko afero, farmacevtsko korupcijsko afero, in jaz mislim, da bi to afero mogli pripeljati do konca sodnim procesom. Stranka Resnica je vzklila iz covidnih protestov, zato je za nas to ključnega pomena. Kar se tiče Plenkovića, ne vem, če veste, večina prebivalstva Evropske unije je Slovanov, Plenković je Slovan, mi smo nekakšne žrtve v Evropski uniji anglosaksoncev. Jaz mislim, da bi bil slovanski evropski komisar za nas dobra odločitev, predsednik komisije, ja. Da bi bil to za nas sprejemljivo. Kar se pa tiče resorja, jaz bi ukradla Matjažu Nemcu energetski resor, zato ker se mi zdi, da je energetska kriza najbolj akutna trenutno v Evropski uniji, dokler je Evropa kupovala poceni plin iz Ruske federacije, plin je ekološko neoporečen, bi preprosto hoteli te evropske povezave, ki so že obstajale, obnoviti in ponovno omogočiti Evropski uniji, da bi zaživela kot gospodarska velesila. Torej, slovanski predsednik, slovanski komisar za energetiko, ki se poveže za Slovani na vzhodu. V redu. Jaz bi rekel, mogoče čisto za intervencijo, ne vem, če ta matematika čisto odgovarja. Mislim, da Slovanov vseeno v Evropski uniji ni preveč. Ni največ. Največ jih je. Poljaki, pogledajte. Nemci, Francozi, pa še ostali. Ampak, če se vrnem zdaj na temo, von der Leyen absolutno ne. Mi smo to jasno izrazili takrat v Bukarešti, zaradi več razlogov, ne samo tega, ampak tudi še drugih, ker mislimo, da je pač peljala Evropsko komisijo v nepravo smer, ali zdaj to posledica neizkušenosti, birokracije, česarkoli je drugo vprašanje. Tukaj jaz mislim, nekaj zanimivih imen je, ki so v obtoku, ne samo Plenković, tudi recimo grški premier Mitsotakis, pa še kdo. Jaz mislim, da so to vsi ljudje, s katerimi se lahko pogovarjamo in z njimi bolje funkcioniramo kot s von der Leyenovo. Mislim pa, če nisem tako žleht mogoče kot moji predhodniki, mislim, da s Plenkovićem lažje vse najdemo skupni jezik kot z nekom, ki je Sloveniji bolj oddaljen. Zaradi tega, ker so problemi isti, ker je zgodovinski razvoj isti, ker so določene težave podobne. Kar se tiče evropskega komisarja, jaz pogrešam nekaj drugega. Mi se ukvarjamo z nekaterimi imeni, ne pa s področji, ki bi jih želeli urediti. To je prva težava. Predlagamo nekaj imena, hkrati ne vemo, kakšen bo razrez Evropske komisije, to vendarle določajo velike države in Slovenija nekaj ponujeno, razen če se res ne potrudi, ampak s Tomažem Veselom, oprostite, do tja ne bomo prišli. Jaz bi tukaj raje si želel iskati ljudi, ki so nekaj vendarle naredili že v Evropi. Neka področja premaknili, ki so bili bodisi v Evropskem parlamentu, poročevalci za kaj, spremenili kakšno odločitev tudi Evropske komisije. In tukaj se na pladnju ponuja recimo naš Franc Bogovič. Glejte, Evropski komisar za kmetijstvo, perfekten v tem trenutku. Bil je poročevalec CPP-ja, ko je padla uredba SUR, ki bi polovico Slovenije prikrajšala kmetovanja, še karkoli drugega. Sodimo ljudi po njihovih rezultatih. Ko ste omenili, da bi se dobro zmenili, da smo tudi veliko pričakovali od ameriške prve dame, kako bomo imeli strašno direktno linijo, rdeči telefon do tja, pa se je izkazalo, da nismo imeli nič več, tako da včasih nas potem ljudje presenetijo, ko pridejo na funkcijo. Da končamo še z vami, gospod Vrtovec. Šef Evropske komisije Plenković. Jaz mislim, da ne bi bila to nobena težava za Slovenijo in za sodelovanje Slovenije s Hrvaško, iskanje skupnih interesov. Je pa težko govoriti na podlagi tega, kar samo piše evropski mediji. Lahko pa rečemo le, da je Plenković tudi politik evropskega formata, absolutno zmaguje tretje zaporedne volitve na Hrvaškem z ogromno tudi mednarodnimi izkušnjami, kot izkušen diplomat, pa evropski poslanec, pa tako naprej. Ampak je brez veze špekulirati, kajti te karte se bodo še, po mojem mnenju, premešale. Spomnite se, špiceren kandidat je bil tudi gospod Weber. 5 let nazaj pa se je ta zgodba prelomila, mi smo podprli sicer von der Leyenovo, tako da ne glede na okoliščine, o katerih sem že prej govoril, da je v bistvu zlasti v COVID krizi, pa tudi v določenih situacijah naprej, migracijska situacija, Evropska unija tudi zatajila v tem obdobju, zeleni dogovor isto.
Kar se pa tiče komisarja, jaz si najbolj želim, da bi imeli za infrastrukturo, zato ker bi lahko pomagal razvijati infrastrukturo v Sloveniji, ki spominja v določenih delih kot muzej na prostem. Ta komisar na enak način, če bi bil to prav, na enak način kot recimo Tajani v Italiji. Da ne pomote, gospod Tajani je bil nekoč komisar za infrastrukturo v Italiji in je imel tudi sedež svoje pisarne na sedežu njihovih železnic, ker je Italija zgradila železniško mrežo v tem obdobju, pa noben ni rekel, no, jaz sem sam komisar za Evropsko unijo. To malce ne vzdrži to, kar pravijo naši pretekli komisarji. Verjemite pa, da se tudi tukaj karte znava premešati. Po mojem mnenju, če dobi Slovenija, za proračun bo težko dobila, tako ocenjujem, ampak če dobi Slovenija recimo za energetiko, pa dvomim, mislim, da se bo favorit zamenil. Zato sem rekla, dajmo povedati naše želje. Jaz mislim, da če dobi Slovenija priložnost dobiti energetiko, če jo to dobi, čeprav bo to težko, ampak če dobi, mislim, da to ne bo obstoječi kandidat, ampak da bo kandidat samoumneven, in da se znajo funkcije zamenjati. Ampak bodo tisti, ki skozi govori, da ne bo komisar. Tako. Čeprav imamo tudi izkušnje z energetskim resorjem, pa je tudi kakšna prejšnja premijerka izgubila. Lahko pa rečem, da na področju infrastrukture, da bi bil ta resor zelo primeren. Želim pa si bolj resnega resorja, da se ga Slovenija izbori. Upam, da bomo tukaj bili dovolj močni, bodi se to infrastruktura, energetika, proračun, širitev, pa tako naprej, je pa tukaj zelo težko. Jaz si želim, da nas jemljajo resno, da dobimo nek resor s težo. Lahko rečem, da v zadnjih 5 letih smo imeli resor s težo, ampak niso pa bili na tem področju odločeni, da bi kakšne stvari boljše naredili z komisarjem. 2 stavka in... Res 2 stavka. Veste, da gospod Lenarčič ni iz moje politične družine, nimam nobenega razloga, da bi ga posebej izpostavil, ampak on je v Bruslju tretiran kot zelo dober komisar. To lahko so občutili tudi ljudje na Krasu ali pa v lanskih poplavah. Ta pomoč je bila brezhibna. In to vam lahko rečejo prebivalci Maroka, Alžirije, Pakistana. To so vse države, kjer jim je Evropska unija nemudoma pomagala, takrat, ko so ljudje potrebovali pomoč. Tako da jaz mislim, da tudi mi moramo biti nekoliko bolj realni in dejansko povedati, da komisar Lenarčič se tudi v odnosu do vprašanja v Gazi zelo dobro politično profiliral in s tem naredil tudi zelo dobro ime. In tudi zelo hitro smo dobili denar po poplavah, seveda ne vsega. Hvala lepa, vsem vam verjamem, da bi bila še kakšna replika, ampak nismo zadnjič skupaj, imamo pred sabo še kar nekaj soočen na zelo pomembne teme. Naslednje danes smo se malo dotaknili, pa bomo v četrtek rekli več. In sicer naslednja tema so migracije, delovna sila, zaposlovanje. Se mi zdi, da se bojo tle mnenja še dodatno kresala. Tako da hvala lepa vsem za enkrat in se še vidimo. Vam pa tudi hvala za pozornost, vabljeni seveda k ogledu, poslušanju in pa, kot rečeno, naslednjo soočenje na temo delovne sile, zaposlovanja, migracij, torej vsekakor stvari, ki delijo različne stranke, hkrati pa so za Evropo kot starajočo celino z slabim prirastom, vsaj kar se tiče naravnim, zelo pomembno. Tako da še enkrat hvala in do naslednjič.